Spoštovane dijakinje, dijaki, obiskovalke, obiskovalci, profesori, profesorice, lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na drugi izmed 4 razprav z evropskimi poslanci in poslankami ter strokovnjaki v okviru serije dogodkov Če bi jaz odločala bi. V teh razpravah imate dijaki in dijakinje priložnost vstopiti v vlogo odločevalcev ter predstaviti svoje predloge sprememb na izbranem področju. Tudi danes so pred nami pester program, zanimive vsebine in diskusije, ki jih pozdravljamo že zdaj. Preden pa se jim posvetimo, pa k besedi in pozdravnemu nagovoru lepo vabljen Jan Štrukelj, koordinator programa EPAS v pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji. Najlepša hvala vsem, ki ste danes tukaj. Rad bi vam izrekel dobrodošlico v imenu pisarne Evropskega parlamenta in tudi zahvalo, da se udeležujete tega programa, ki je eden izmed najboljših programov, ki jih imamo za ponuditi v pisarni in nasplošno tudi v Evropskem parlamentu. Sam sem pa tudi precej zadovoljen, da smo danes na tej šoli, saj sem bivši dijak te šole in mi je gimnazija Celje Center zavedno ostala v srcu. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem, hvala gostjam, ki so se tako prijazno odzvale našemu vabilu in pa hvala gimnaziji za vso pomoč pri organizaciji. Zato bi zdaj rad napovedal gospoda ravnatelja Roka Lipnika, da tudi sam spregovori nekaj besed. Spoštovani izbrani, drage gostje, hvala, da ste danes tukaj. Veseli smo, da vas lahko gostimo in veseli smo, da se lahko o različnih pomembnih temah pogovarjamo z vami, vam damo besedo in ponudimo priložnost, da soodločate in odločate o tem, kako se o teh temah pogovarja, kaj bi lahko bili ukrepi in s tem tudi tvorite neko svojo lastno zavest in svoje lastno zavedanje tega, kaj so te teme, ki so za vas pomembne in kako bi na nje vi pogledali. Duševno zdravje ta teden tudi obeležujemo s posebnim tednom, tako da je to res prikladno, da smo danes zbrani tukaj, da zaključimo s tem dogodkom in upam, da boste dobili nek nov pogled na temo duševnega zdravja, da boste imeli dobre ideje in predloge tudi, kako se o tej temi pogovarjati, razglabljati in jih reševati potem tudi v družbi kot širše. Čestitke vsem organizatorjem in hvala, da ste danes z nami. Spoštovani gospod ravnatelj, najlepša hvala. Prav veseli smo, da je današnja dvorana tako polna, da je med vami toliko mladih nadebudnežev, ki ste prišli spremljati nocojšnjo debato. Veseli pa smo tudi, da so se tudi letos v 4. ciklu razprav našemu vabilu odzvali skoraj vsi oziroma večina evropskih poslank in poslancev. Na vsaki razpravi bomo skupaj s poslanci in strokovnjaki s področja obravnavali eno od aktualnih tem, ki ste jih dijakinje in dijaki prepoznali kot eno ključnih tem za prihodnost Evrope. No in morda omenimo še ta podatek, skupno vas je za teme glasovalo kar 450, tako da en velik aplavz za vse vas. Zdaj pa v naši družbi lepo pozdravljam evropsko poslanko Ireno Jovevo, primariko Nušo Konec-Juričič, doktorico medicine, specialistko javnega zdravja na NIJZ in magistrico Heleno Maher-Resinovič, univerzitetno diplomirano psihologinjo in vodjo svetovalne službe gimnazije Celje Center. Ta zvonec upam, da ni za nas. Skratka, še enkrat lepo dobrodošli tudi vi, spoštovani dijaki, dijakinje, ambasadorji Evropskega parlamenta, ki ste danes tukaj z nami v živo. Lep pozdrav pa tudi vsem tistim, ki nas spremljate preko zaslonov oziroma s tako lepo slovensko besedo online. Iskrena hvala tudi mentoricam in mentorjem programa EPAS, ki spodbujate mlade k razmisleku o prihodnosti Evrope. Še to, naš današnji dogodek bo potekal v 2 delih. Najprej bomo prisluhnili uvodnemu moderiranemu pogovoru, ki bo služil kot nekakšen okvir za nadaljnjo razpravo. V srednjem delu pa boste dijaki in dijakinje predstavili svoje predloge sprememb. Prejeli smo kar 42 predlogov, torej danes konkretno o duševnem zdravju.
Na koncu bo seveda čas tudi za vaša vprašanja. Tisti, ki ste z nami v živo, bomo kar tako pošolsko, roko v zrak, potem pa ste vabljeni tule v spredje k mikrofonu. Tisti, ki pa nas spremljate preko zaslonov oziroma računalnikov, pa je zato na voljo aplikacija Webex, kamor lahko postavite svoje vprašanje. Sem Klara Evo Kukovičič, televizijska in radijska voditeljica na RTV Slovenija in danes bom tukaj, da tale pogovor teče tako, kot je treba in da tudi vi dobite svoja vprašanja oziroma priložnost za postavljanje svojih vprašanj. In kot že rečeno, danes se pogovarjamo o duševnem zdravju mladih v Evropski uniji. Duševno zdravje mladih je eden ključnih izzivov sodobnega sveta. Hitro spreminjajoče se družbene razmere, pritisk šolskega in poklicnega uspeha, posledice pandemije ter vpliv digitalnega sveta ustvarjajo kompleksne izzive, s katerimi se mladi soočate prav vsak dan. Statistični podatki kažejo na porast težav z anksioznostjo, depresijo in tudi drugimi duševnimi motnjami, pri čemer so preventivni programi in dostop do ustrezne podpore ključnega pomena. Pa če začnemo kar pri vas, spoštovana primarika Nuša Konec Juričič, skrb za varovanje in krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje nastanka duševnih težav sta pomembna pravzaprav v vseh starostnih obdobjih, še posebno pa v tej mogoče najbolj občutljivi dobi odraščanja. Kako bi vi ocenili trenutno stanje duševnega zdravja med mladimi in pa tudi morda, katere ključne ukrepe bi morali bolj sistematično uvajati, da bi preprečili porast duševnih stisk pri mladih? Hvala lepa za vprašanje, pa če dovolite, smo samo vstala, pa da vam takole malo pomaham, dijaki, ker vem, da nas vsi ne vidite tle spredaj. Hvala lepa za povabilo, jaz sem izredno vesela, da ste tematiko izbrali dijaki sami, kar pomeni, da vam res pomeni. In v današnjem času ni pravzaprav to nič čudnega, kajti v duševnem zdravju govorimo zelo veliko. Po obdobju covida morda še nekoliko več, kar pa ne pomeni, da se s tem nismo ukvarjali tudi pred covidom. Kar se tiče stanja duševnega zdravja med mladostniki, ni tako enostavno odgovoriti, ampak tako kot ste že vi rekli, mnogi izzivi, ki so danes pred mladimi in ki so v precejšnji meri drugačni, kot so bili desetletja nazaj, hitrejši, ta hitra dinamika, digitalizacija, mnogo priložnosti, na drugi strani tudi negotovosti, seveda v vas sproža logično vprašanja, pa tudi različne čustvene odzive. Jaz bi želela poudariti, da vendarle večina mladih nima duševnih motenj, nima duševne bolezni, so na nek način rečem duševno zdravi, to pa ne pomeni, da so povsem okej. Nekje okrog, tako na tretjine bi lahko razdelili, dobrih 30% mladih, ko jih v raziskavah, ki so zelo tako strukturirane, vprašamo, kako ocenjujejo svoje zdravje, kako so zadovoljni življenjem. To sta dva kazalnika, ko sta zelo pomembna za duševno zdravje. Nekje tretjina to oceni kot zelo dobro in odlično. Potem imamo nekje kar dobrih 30 do 40% dijakov oziroma mladostnikov, ki pa pravijo, da kar pogosto doživljajo, mi temu rečemo strokovno psihosomatske simptome, to pomeni občutke negotovosti, nespečnost, nemir, razdražljivost. In ti odstotki teh mladih se nam nekoliko povečujejo, moram reči. Spet bom rekla, precej verjetno tudi pod vplivom vsega celotnega družbenega dogajanja in pač zahtevnosti do vas mladih. In potem seveda je obdobje mladostništva pa tudi obdobje, ko se lahko pričnejo nekatere duševne motnje, ki potem potrebujejo tudi poglobljene in drugačne obravnave, tako da tukaj so odstotki nihajo, mi v stroki, bom rekla v praksi, nekje rečemo okrog 10 do 15% bi lahko rekli mladih, da se sooča s tako ali drugačno duševno motnjo. Ko pa gledamo te raziskave, pa tam predvsem vidimo, okrog bi rekla tudi 20% mladih, ki nakazuje verjetnost depresije, pa nekje 7% mladih, ki nakazuje verjetnost neke teže tesnobnosti ali anksioznosti. Tako bi rekla malo na približno, vidimo pa, da nekatere stvari se izboljšujejo, nekatere se pa malo slabšajo. In šla sem pogledat zadnjo raziskavo, HBSC, delamo vsaka 4 leta na NIJZ-ju in je tudi evropska, kjer me je malo presenetilo. Po eni strani
govorila bom o tem, kar je za vas zelo pomembno, ne? Podpora. Podpora doma, podpora v šoli, med prijatelji, od učiteljev. Nekje 60% mladih ocenjuje, da je podpora družine dobra. Nekje 60% mladih ocenjuje, da je tudi podpora vrstnikov dobra. Pa nekje 40%, da je dobra podpora učiteljev, pa nekje 50 do 60, da čutijo podporo sošolcev. O tej podpori bomo danes več govorili. Ta občutek, da si sprejet, da te podpirajo, da te razumejo, da si lahko takšen kot si, je eden od pomembnih gradnikov duševnega zdravja. Torej, če to sprejemanje razvijemo, to spoštovanje drug do drugega, je to eden pomembnih temeljev in to je že tisti odgovor, kaj je treba tudi sistematično konec koncev krepiti. Spodbudna in varna okolja doma, v šoli, v vrtcu, na delovnem mestu. Varnost v vseh pomenih besede, ki jo ta beseda ima. Sem sprejet, lahko izražam svoje mnenje, pa tudi varnost v nekem širšem pomenu, naravne nesreče in vse to, kar so danes neke novejše grožnje, in pa ta spodbuda. Trdim, da vsak otrok, vsak odrasel, vsak mladostnik ima talente, ima sposobnosti, ki se ne izražajo vedno skozi ocene. In najti to in spodbujati otroka tam, se mi zdi, da je ena odlična popotnica za vas. In glede na ta zelo spreminjajoč svet danes, ste ga že vi omenila, digitalizacijo, tako hitrost, svetlobno hitrostjo se ene stvari se mi zdi spreminjajo, pa moramo ob otrocih in mladostnikih krepiti soočanje s vsemi temi izzivi, tudi mi odrasli, kot starši in kot strokovnjaki, učitelji, vzgojitelji, vodje in tako naprej. To se mi zdi ključno čist na tem takem univerzalnem preventivnem področju, ne? In tu imamo že kar nekaj programov, pa bomo verjetno več debati lahko povedali. In pa potem pa je še takrat, ko pa res neka stiska, neka težava začne obvladovati mladostnika v tem smislu, da pa več ne deluje okej, ali doma, ali v šoli, je pa seveda tudi prav, da so na voljo, bom rekla, neke take zadostne pa kompleksne oblike pomoči. In fino je, da mladi veste, kdaj neko stisko lahko rešite kar s prijateljem, kdaj se staršem, kdaj treba iti učitelju, svetovalnemu delavcu, kdaj pa tudi k strokovnjaku. Virov pomoči je tudi v Sloveniji že kar veliko, pa nikoli dovolj, ker je potreb tako veliko, ampak vendarle dobro je, da veste, da obstaja. Mi v praksi vidimo, da dostikrat mladi in tudi strokovnjaki ne vedo, kam koga napotiti. Dobro je, da veste, mi kot odgovorni za ta področja pa moramo skrbeti, da so res te oblike pomoči primerne tudi potrebam. Toliko zelo na kratko. Najlepša hvala. Na začetku ste dejali, ne, te tretjine, 1/3 tistih, ki so povsem ok, potem 1/3, ki se že pojavljajo neki znaki in potem zadnja tretjina, pri katerih pa verjetno že prihaja oziroma bi bila potrebna nekakšna obravnava. Tako obravnava, mogoče sam še to, res bi rada tudi normalizirala to odraščanje in stiske. Poglejte, življenja brez težav, brez problemov, brez stisk ni. Nihče od vas, nihče od nas ga nima, je tako. In vi imate veliko sposobnosti, da s temi stiskami tudi se soočate, veliko rezerv, ko čas sploh ne vemo, da jih imamo, ne? Hkrati pa seveda lahko preidemo na stopnjo, ko pa dejansko sami sebi ali pa sami svojemu problemu nismo kos. Takrat je pa treba potem se ozreti naokoli, kdo nam lahko pomaga. In tudi prositi za pomoč pomeni, da smo močni. Morda na tej točki samo še vprašanje za publiko oziroma vse obiskovalke, obiskovalce, dijakinje, dijake, da vas malce aktiviramo in prebudimo. Pa vas prosim, da v zrak dvignete roko vsi tisti, ki sodite v tisto prvo tretjino, torej da ste ok, cool, fajn, da ste danes veseli, da ste tu. 1/3 vas mora biti. Ok, odlično. Čestitke vsi ostali, pa upamo, da danes dobite morda tudi kakšen odgovor na svoje vprašanje, morda tudi kakšen napotek, kako se spoprijemati z vsemi izzivi, ki jih prinaša odraščanje. Sicer pa Evropska unija si prizadeva za večjo ozaveščenost in spremembe na področju duševnega zdravja. Gospa Irena Joveva, morda vprašanje za vas, katere konkretne pobude naslavljajo duševno zdravje mladih in pa kako lahko tudi Evropska unija dodatno okrepi podporo državam članicam. Najlepša hvala za vprašanje in tudi sicer za vabilo. Jaz sem zelo vesela, da sem tukaj med stroko, dobesedno tudi. Se mi zdi zelo super, da smo tukaj tiste, ki
ker je pomembno, da se sliši in z političnega vidika, kaj se dela in seveda tudi strokovnega, po mojem tudi za vas. Kar se tiče področja duševnega zdravja, zdaj bom govorila kot evropska poslanka, torej z evropskega parketa. Jaz moram povedati, da se ni veliko govorilo o zdravju in duševnem zdravju pred epidemijo. To moram priznati. Res je sicer, da ima Evropska unija tudi izredno omejene pristojnosti na praktično večini področji. Nažalost je eno od teh področji tudi področje zdravstva. Po epidemiji oziroma že med epidemijo so se začele zadeve spreminjati na tem področju, vsaj malenkost premikati na boljše in smo se dejansko začeli bolj posvečati tudi seveda tem stvarem. Malo smo tudi razrahljali določena pravila, saj veste vsi, kako je bilo. Sploh se ne bom se spominjala tistih časov, samo želela sem izpostaviti, da je bil takrat nek tak premik, vsaj na evropski politični ravni. In leta 2023 je bil ustanovljen pododbor, takrat še pododbor za javno zdravje. Tega prej ni bilo v Evropskem parlamentu. Imeli smo odbor, mi imamo radi kratice v Bruslju, v bruseljskem balončku, odbor ENVI. To je odbor, sicer ja, odbor za javno zdravje, varnost hrane, ampak pač velik odbor in okolje, tako da je bilo vse noter, javno zdravje, okolje, varnost hrane. Potem 2023 je bil ustanovljen ta pododbor, poseben za javno zdravje, ampak je bil pododbor, se pravi začasen odbor, ki se je potem zaključil s koncem prejšnjega mandata. Jaz sem bila takrat v tem pododboru tudi podpredsednica, ampak v novem mandatu, zdaj, ki smo ga začeli, koliko je zdaj že, kar že veliko, so bile že junija volitve, hitro gre čas, 9 mesecev, torej je že od začetka mandata približno. In nam je uspelo, da je ta pododbor postal stalen odbor. To je tudi en tak pomemben premik, po mojem, zato ker predtem je ta pododbor lahko imel samo zaslišanja, pogovarjali smo se sicer precej strokovnjaki, ne rečem, da nismo nič imeli od tega pododbora, ampak ni bilo pa nekih malo večjih pristojnosti, tudi zakonodajnih konec koncev. Zdaj, ko je to samostojen odbor, je pa malenkost več tega. In recimo, če grem prav na konkreten primer, jaz sem še vedno v tem odboru zdaj, hkrati sem pa tudi še v 2 odborih, eden od teh je odbor za zaposlovanje in socialne zadeve in je taka zelo lepa ali pa primerna kombinacija, bom tako rekla. In ravno zdaj se odločajo, kdo bo pogajalec za eno prav posebno poročilo, ki se tiče ravno v bistvu delovnih pogojev zdravstvenih delavcev, se pravi je povezano z obema odboroma in jaz upam, da bom to dobila, ampak tako hočem reči, če bi ta odbor bil pododbor, ne bi mogel biti zraven na tak način. Tako da kle smo se premaknili, konkretno duševno zdravje. Smo v prejšnjem mandatu sprejeli strategijo, tako res celovito. V tem mandatu pa je se šele začel, tako da v bistvu še malo, kako ne rečem, čakamo na Evropsko komisijo, saj verjetno poznate te postopke in v bistvu Evropska komisija tista, ki predlaga stvari, potem pa mi skupaj z državami članicami sooblikujemo. Tako da nismo še zares začeli, čakamo še na komisijo, ampak ja, zagotovo bo tudi, upam, da več fokusa namenjenega duševnemu zdravju. Tako da je to, ampak to, kar sem rekla, pristojnosti so omejene. Mi lahko priporočamo, mi lahko damo neke smernice, tudi neke vrste podporo državam članicam, ampak na koncu dneva je to vse v pristojnosti pač nacionalnih držav članic. Jaz bi si želela več pristojnosti na področju in zdravstva in sociale, ampak ni tako, upam pa, da kdaj bo, ker glede na to, da se malenkost zadeve premikajo, mogoče tudi enkrat v prihodnosti vidimo malo več evropskega pač tega zakonodajnega pristopa tudi pri zdravstvu, ker mislim, da bi to lahko zelo pomagalo ali pa bi pomoglo tudi konec koncev v Sloveniji. No, ampak pomembno je, tako kot ste rekli, da gre trend v to pozitivno smer oziroma da se spremembe dogajajo, pa čeprav počasi. Drži. Mogoče samo še se opravičujem, čist na kratko bom rekla, da sem govorila prej kot evropska poslanka, jaz bi vseeno sam mal še bolj osebno povedala, pač kot ena Irena z Jesenic ali kakorkoli, dajmo reči, da sem še vedno predstavnica mlajše generacije. Tako kot v bistvu bi se navezala na ta zadnji del tega, kar ste vi povedali. Da pač nihče od nas ni vedno popolnoma ok in da s tem ni nič narobe. Jaz sem tudi nekdo, ki je imel v življenju več kriz prej, verjetno jih bom še imela v prihodnosti, ne vem, hočem reči, recimo pri 20-ih, ko sem ostala brez mame, jaz nisem imela pojma, kam se obrniti, pa itak sem govorila, da sem
Vse je vse ok, sam ni bilo ok. 10 let kasneje, približno, sem imela tudi ene take, sicer nisem nič tazga hujšega dozvela, ampak te kampanje in to vse, pač nabral se je veliko stvari in sem dejansko tudi šla na psihoterapijo, recimo. Pač bila sem dost močna povedati na glas, da nisem ok in mi je dejansko pol to pomagalo. Pač v tistem trenutku mi ni več pomagalo samo se pogovarjati pač z družino ali pa s prijatelji. Hočem samo reči, da čist nič ni narobe s tem. In si želim, da se znebimo te stigme in da dejansko normaliziramo tudi ta način, pač, da je ok, če nisi ok. Tako. Ja, najlepša hvala za deljenje te osebne izkušnje. Zdaj se pa iz Jesenic vračamo nazaj v Celje. GCC sem se danes naučila, ne? Gimnazija Celje Center, magistrica Helena Maher-Resinovič. Torej, vi pa ste morda najbolj dejavni v tem šolskem okolju, ki igra ključno vlogo pri duševnem zdravju mladih. Kakšne izzive opažate pri dijakih in dijakinjah in morda tudi kako bi lahko šolski sistem mlade bolj podpiral pri krepitvi duševnega zdravja? Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni. Ja, jaz sem pa tista s terena, recimo temu. Absolutno je šolsko okolje zelo pomembno. Tukaj dijaki preživite v povprečju med delovnim tednom več ur, več časa kot doma. In kako se tukaj počutite, pomembno vpliva na vaše delovanje, na vaše čustvovanje. Slovenija je lahko ponosna na urejenost šolskih svetovalnih služb, tudi ko me je Erasmus popeljal malo naokoli po svetu, v večini držav nimajo zaposlenih psihologov na šolah. In to je krasna priložnost za hitro ukrepanje, mogoče tudi za preventivo in tudi delovanje, ko stvari ne grejo najbolje. Na naši gimnaziji smo 3 v zadnjih 2 letih, smo dobile mlado moč in imamo kar polne roke dela, ampak krasne izkušnje v bistvu, kaj lahko v tej vlogi narediš, kako veliko lahko vplivaš in to je nekaj, kar me zelo izpopolnjuje na tem delovnem mestu. S čim se soočate mladi? Najbolje bi bilo, in tudi verjamem, da bomo kasneje slišali, da sami poveste. Jaz bi rekla, ja, v ospredju so težave s tesnobo, s črnimi mislimi, strahom pred neuspehom, tako da vas je bilo lepo slišati, da ste imeli težka obdobja v svojem življenju, ampak ste uspeli in ste danes z nami tukaj kot evropska poslanka. Menim pa, da so težave v duševnem zdravju še vedno tarča mnogih predsodkov. Da smo še vedno premalo izobraženi, premalo informirani, četudi je seveda veliko bolje, kot je bilo pred desetletji. Za primer vam bom povedala, če sem recimo vesela, da dijaki pridete na pogovor, 1, 2 ali pa tudi več letna redna srečanja, mislim, da ste odprti do tega. Prepoznavam žal pri generaciji vaših staršev, da je še precej zadržanosti do te oblike pomoči. Nekateri starši se bojijo, ne vem, mogoče tega, kar boste povedali, kaj se dogaja doma za 4 stenami. Nekateri mislijo, da mora biti pa res nekaj grozno hudo narobe, če ste se obrnili na psihologa. Tako da na tem področju bomo imeli še veliko dela. Vas pa res vzpodbujam. Težave, veste, v duševnem zdravju imajo velikokrat ta učinek snežene kepe. Prej, kot se pogovoriš sam s sabo ali s prijateljem, uvidiš, da imaš težavo, ki je izven okvirov, bolj smo lahko učinkoviti, ko pomagamo. Res je tudi, mogoče še en vidik odprem, z nami je Nuša, ki je zdravnica. Težave v telesnem zdravju so bistveno manj stigmatizirane. Ne samo to, ampak tudi bolj očitne, bolj opazne.
Včasih veste tudi, kako učitelj reče, a ona hodi k tebi, saj z njo pa ni nič narobe, je taka vedra pa uspešna. Nikomur ne piše na čelu, a ne? In prav je, da se o tej temi pogovarjamo. In mogoče še ena vaša pomembna vloga sošolcev, prijateljev, da spodbudite prijatelja, ki vam je nekaj zaupal in mora strogo ostati med vama. Da ga spodbudite, da poišče pomoč. Tudi ni treba, da vedno na šoli. Nekateri ne želijo na šoli, jih to tudi obremenjuje, da smo tukaj, da smo tudi del zbornice. Dejansko je tudi psihološka pomoč postala s centri za krepitev duševnega zdravja vsaj nekoliko bolj dostopna. Najlepša hvala tudi za vaš odgovor. Zdaj pa prehajamo na osrednji del dogodka, torej na vaše predstavitve predlogov, ki ste jih pripravili. Predloge boste predstavljali v 3 sklopih, pri čemer bo vsak sklop vseboval 4 predloge. No in po vsakem tem sklopu sledi pa še kratek komentar tokratnih sogovornic. Tako da, če smo za, bi na oder kar povabili prvo skupino, in sicer Ekonomska šola Celje, ki je danes tukaj z nami v živo, predstavlja pa Nina Benič. Torej, živijo, sem Nina in sem dijakinja 4. letnika ekonomske gimnazije in skupaj smo sestavili predlog, ki ga bi danes predstavila. Torej, mladi se zavedamo, da živimo v drugačnem obdobju kot naši predniki in da imamo zato drugačne vrednote in potrebe. Okolje, v katerem danes živimo, se hitro spreminja in zahteva nenehna prilaganja. Pritisk šole, družbena pričakovanja in negotova prihodnost močno vplivajo na naše duševno zdravje. Posledično se vse več mladih sooča s stresom, tesnobo in izgorelostjo. Zato se želimo čim bolje opremiti znanjem, ki nam bo pomagalo reševati izzive tega časa, ter tako poskrbeti za naše boljše duševno zdravje. Zato predlagamo, najprej bi uvedli obvezne delavnice o duševnem zdravju v šolah, kjer bi se učili, kako prepoznati in obvladovati stres, ter kje poiskati pomoč. Poleg tega bi morali zagotoviti več šolskih psihologov, saj so ti trenutni preveč zasedeni. Prav tako bi bilo smiselno vzpostaviti in obvezno ozaveščati nas mlade o brezplačnih svetovalnih linijah in spletnih platformah, kjer lahko anonimno dobimo podporo strokovnjakov. Pomembno je tudi, da se v družbi odpravi stigma glede iskanja pomoči. O duševnem zdravju bi morali govoriti odkrito in brez sramu. Zato predlagamo, da bi na ravni EU več denarja namenili za programe, ki mladi nudijo konkretno podporo pri krepitvi duševnega zdravja. Skoraj vsi mladi danes preveč svojega prostega časa namenimo pobrskanju elektronskih napravah, predvsem pa vsebinah, ki niso nujno potrebne in nas popelja v vzporedni virtualni svet. Prav tako preveč komuniciramo preko mobitelov, ne pa v živo, kar nam je tako lažje. Pri tem si mnogokrat upamo več, smo žaljivi ter tako mnogim povzročamo duševne stiske. Zato predlagamo obvezne brezplačne delavnice strani EU o pametni rabi elektronskih naprav, o pomembnosti in načinih medsebojne komunikacije v živo, oziroma da mladi pričnemo uporabljati pametne naprave, pametneje od njih samih. V preostanku prostega časa pa bi se lahko vključili v brezplačne delavnice, krožke, društva s področja športa, umetnosti, prostovoljstva, na katerih bi razvijali svoje talente, se družili in tako krepili povezanost, komunikacijo in samozavest. Zato predlagamo, da se mladim sredstvi EU zagotovijo brezplačni prostori in dejavnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa. Mladi večino časa preživimo v šolskem okolju ali doma. Zato je nujno, da odrasli pravočasno prepoznajo znake duševnih težav mladih. Če bi učitelji in starši imeli boljše znanje o znakih duševnih težav, bi se znali pravilneje odzvati in mladim pomagati. Zato predlagamo tudi več programov za izobraževanje učiteljev in staršev. Mladi smo prihodnost Evrope, a če ne bomo poskrbeli za svoje duševno zdravje, bomo izgoreli, še preden bomo začeli svojo poklicno pot. Čas je, da se o tem ne le pogovarjamo, ampak tudi ukrepamo. Hvala.
Nina, najlepša hvala. Zdaj pa v spredje in k mikrofonu vabljena Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, z nami so v živo, dijakinji Julija Kogler in Elena Majer. Pozdravljeni, sva Elena in Julija, dijakinji Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Danes smo tukaj, da vam predstaviva par predlogov, kako bi izboljšali mentalno zdravje mladostnikov. Najprej pa bi rada naredila kratek uvod, zakaj nam je mentalno zdravje sploh pomembno. Mentalno zdravje mladih je pomembno iz različnih razlogov in predstavlja resen problem današnjega časa. Pomembno je zato, ker mentalno zdravje vpliva na osebni razvoj posameznikove identitete, njegov razvoj čustvenih in socialnih veščin. Prav tako vpliva na akademski uspeh, kako bo posameznik odreagiral v določenih socialnih interakcijah in podobno. Mladostniki z slabim mentalnim zdravjem so prav tako ogroženi za nastanek marsikaterih motenj hranjenja, samopoškodovanja, depresije, zasvojenosti z alkoholom, nikotinom ali z ilegalnimi substancami. Slabo mentalno zdravje lahko v najhujšem primeru pripelje posameznika tudi do smrti. Zato se nam zdi pomembno, da bi se v naši državi zgodile spremembe, ki bi pripomogle do srečnejših, uspešnejših mladostnikov in jih s tem zagotovili boljše življenje in preprečili težave v odraslosti. Naši predlogi za izboljšanje mentalnega zdravja so: Dostop do virov, zagotavljanje mladim, da niso sami in da lahko do pomoči pridejo brezplačno. Spodbujanje zdravih odnosov na šolah, doma in v osebnih odnosih. Spodbujamo mlade pri socialnih interakcijah, da povedo, kaj si mislijo in kaj čutijo, ne da bi se počutili obsojene. Spodbujanje telesne aktivnosti. Na šolah bi lahko omogočili več ur športne vzgoje. Telesna aktivnost sprošča hormone, ki zatirajo stres. Med gibanjem lahko odmislimo tesnobe ali stresne situacije, tako da bi športno vzgojo res prilagodili z mladim na način, da bi jim omogočila sproščanje. Pogovarjali smo se tudi s profesorjem športne vzgoje in meni, da športna vadba res pomaga pri mentalnem zdravju, vendar se mladi ukvarjajo bistveno premalo. Izobraževanje in ozaveščanje na šolah. Predavanja, kjer se lahko mladi odprto pogovarjajo o svojem mentalnem zdravju, prav tako predavanja za starše in skrbnike, saj so lahko prav ti v nekaterih situacijah, na primer nasilje, zasvojeno substancami, vir stresa doma. Z ozaveščanjem staršev in skrbnikov bi lahko poboljšali komunikacijo o mentalnem zdravju med posamezniki doma. Zmanjšanje uporabe socialnih omrežij. Danes je zasvojenost z mobilnimi telefoni ogromna. Lahko bi uvedli starostno mejo za uporabo socialnih omrežij, prav ta so svojo agresivno vsebino, bistvo in začetek problema pri ogrožanju mentalnega zdravja zaradi negativnih, sovražnih komentarjev, lažnih informacij in primerjanja med posamezniki. Zdi se nam, da ima država ključno vlogo pri oblikovanju rešitev. Mladi vsakodnevno trpijo zaradi slabega mentalnega zdravja. Skupaj lahko to zmanjšamo ali pa celo zaustavimo. In ne pozabimo, vsak posameznik je, ne glede na starost, vreden sreče in duševnega miru. Hvala. Julija in Elena, najlepša hvala. Na vrsti je Prva gimnazija v Celju, tudi v živo predstavlja Alina Urbans. Lepo pozdravljeni, sem Alina Urbanc iz 3. letnika Prve gimnazije v Celju, kjer bomo skupaj v glavnem predstavili en glavni predlog, saj menimo, da če želimo poskrbeti za duševno zdravje mladih in nasploh njihovo počutje, se je treba najprej osredotočiti na prostor, kjer preživijo največji del svojega otroštva, na šolo. Tu mladi gradimo odnose in se žal soočajo tudi z raznimi stiskami, tako zaradi napora šole same, kot zaradi medvrstniških odnosov. Zdi se nam pomembno, da v šolo pripeljemo neke vrste izobraževanje, ki bi mladostnike naučilo pomena skrbi za svoje in tuje mentalno zdravje. Če želimo mladostnike izobraziti o mentalnem zdravju, je najbolj efektivno to storiti prav tu v šoli.
Najmanj enkrat na leto bi vsak razred na šoli obiskal profesionalec na področju psihologije in zdravja in bi namesto predavanja, ki bi ga učenci najverjetneje poslušali pasivno, spodbudil pogovore s pomočjo delavnic, delovnih listov in iger. To bi bilo izvedeno v manjših skupinah, ki bi omogočile lažjo sprostitev brez prisotnosti profesorjev. Poudarek v teh izobraževanjih bi bil predvsem, kako pomagati drugim. Dejstvo je, da bolj kot govorimo o duševnem zdravju, več pozornosti pritegnemo, kar lahko deluje tako negativno kot pozitivno. Ko pa so v govoru mladi, ki se počutijo obupano in nemočno, je pomembno, da pozitivno pretehta negativno. Problem, ki nas je tu omejeval, je tako imenovano samodiagnosticiranje z raznimi internetnimi testi in zgolj laičnem mnenju, kar pa deluje kontradiktorno in skrb za duševno zdravje predstavlja v negativni luči. Prav zato se nam zdi pomembno, da poudarimo pomen pogovora z ljudmi, ki jim zaupamo, in mlade naučimo, kako pomagati prijatelju v stiski. Naučili bi jih vse od najenostavnejše metode pomirjanja pred testom, tako sebe kot drugega, vse do tega, kaj treba opazovati in kaj storiti, ko se nam zdi, da je naš prijatelj v stiski, iz katere se mogoče ne bo mogel rešiti sam. Tako bi zagotovili varno okolje na območju, kjer pogosto pride do situacij, v katerih so mladostniki tarče zbadanja do točke, ko si sploh ne upajo več v šolo. Če bi mlade poučili o pomembnosti skrbi drug za drugega, bi jih naučili tudi odgovornosti in spoštovanja do drugih, zraven pa sposobnosti krepitve odnosov in čustvene zrelosti. Hvala. Alina, najlepša hvala in še ena predstavitev v prvem sklopu, in sicer Srednja šola Slovenska Bistrica. Tudi ti dijaki so z nami v živo, in sicer Zala Štefanič in Urban Polenčič. Pozdravljeni, midva sva Zala in Urban z Srednje šole Slovenska Bistrica in danes sva tukaj, da vam predstavimo naš predlog. Se pravi, ena pomembnejših razvojnih nalog v času mladostništva je povezava z izbiro kariere. Ob koncu srednje šole se mladostniki odločajo o vstopu na različne študije. Izbira študija pomembno določa njihovo poklicno delovanje skozi vse nadaljnje življenje. Tako pomembna odločitev je povezava z veliko negotovostmi, pogosto pa tudi z veliko frustracijami, zaradi česar so mnogi mladi ob razmišljanju o svoji prihodnosti pod velikim stresom, kar povzroča slabo počutje, tesnobo in negativno vpliva na duševno zdravje. V času stresa zaradi pomembnih življenjskih odločitev se lahko spremenijo tudi prehranjevalne navade, zmanjša se čas namenjen počitku, skrhajo pa se lahko tudi odnosi z najbližjimi. Občutek osamljenosti in usodnosti situacije otežuje uspešno reševanje vsakodnevnih problemov, tako v šoli kot doma. Matura je državni izpit, ki ga dijaki opravljajo ob zaključku srednje šole. Uspeh na posameznih izpitih pomembno določa možnosti vpisa na različne študije, ne glede na to, ali je vsebina študija kakorkoli povezana z znanjem, ki naj bi ga izkazali na maturi. Dejstvo, da je posameznikova življenjska pot lahko določena z uspehom na enem preizkusu znanja ter šolskim uspehom drugih kandidatov za nek študij, lahko povzroča nepotreben stres. Naš predlog je, da bi bilo koristno zmanjšati vpliv maturitetnih izpitov na možnost nadaljnjega izobraževanja. Predlagamo uvedbo sprejemnih izpitov, ki bi preverjali znanja pomembna za razvoj specifične stroke. Sprejemni izpiti bi lahko vsebovali tudi praktični del ali portfolio, s katerim bi kandidati prikazali svoje veščine, ki so smiselno povezane s stroko, v kateri se želijo izobraževati. Menimo, da bi tak način izbora kandidati doživljali kot bolj smiseln ter s tem tudi manj stresen. Hvala. Zala in Urban, najlepša hvala. S tem smo zaključili prvi sklop današnjih predstavitev. Današnje gostje so pa med predstavitvami velikokrat kimale. Tako da si predstavljam, da imamo kar nekaj pozitivnih komentarjev za naše dijake. Pa bi morda začeli danes kar na področju šole oziroma pri šolski psihologini. Kakšne komentarje oziroma povratne informacije bi imeli za prve predstavitve? Ja, jaz bi se strinjala z vsemi štirimi
predlogi oziroma vsem, kar je bilo povedano. Kot rdečo nit ali pa nekaj, kar je skupno vsem štirim, vidim to željo po še več izobraževanja, po delavnicah z tega področja in to mi je zelo všeč. Sicer sami veste, na spletu najdete res marsikaj, ampak povsem drugače je, če stopi nekdo v razred, mogoče tudi nekdo, ki prihaja izven šole in se z vami pogovarja o teh temah ali pa deli mogoče tudi kakšne osebne zgodbe. Konkretno na naši šoli se trudimo uvajati te vsebine na različne načine, skozi obvezne izbirne vsebine, izbirne predmete, dneve dejavnosti in bomo na tem delali še naprej in še bolj, ker se tudi nam zdi pomembno. Izbira, torej matura in nadaljevanje študija, tudi to lahko samo potrdim, mnogo dijakov, mnogo mladih izraža stisko, tudi neko nemoč, ker se recimo prebija skozi gimnazijo, je povprečen dijak, to pomeni, da je dovolj sposoben, da je uspešen dijak, pa mu je recimo zaradi sistema, kot ga imamo v Sloveniji, onemogočena pot na želeni študij. Sicer se potrudimo poiskati varianto B, ki je dostopna, pa mogoče bo omogočala zelo podobno delo, tako da rešujemo na ta način in vas tudi dijaki vzpodbujam, dajte si razširiti pogled, pridite na pogovor, če se vam zdi, joj, ne morem, ne vem, na psihologijo ali pa na specialno pedagogiko, pa bi rad delal z ljudmi, rad bi pomagal ljudem. So druge poti, dosegljive tudi s povprečnim učnim uspehom. Še na eno stvar sem se spomnila glede sistema in podpore. Nekaj, kjer jaz vidim veliko težavo vašega starostnega obdobja, je kronično pomanjkanje spanja. Vaši urniki so obupni. Mislim, da tudi zdravnica bi potrdila, da vstajanje ob 4:30, 5 zjutraj in potem sledenje 7 uram poukam, potem vam pa še rečemo, ne smete hoditi spat, ker boste šli zvečer prepozno spat, nekako ne gre skupaj. Tako da nimam rešitve, ampak to je nekaj, kar bi morda sistemsko še lahko izboljšali. Hvala. Gospa Maher Resinovič, najlepša hvala, pa bomo predali zdaj besedo še zdravnici, torej gospa Konec Juričič, vaš komentar? Ja, mogoče na tole spanje bom kar potrdila, da to drži, tudi zaradi tega, ker ta notranja biološka ura pri vaših mladostnikih je predstavljena za nekje 2 uri naprej, kar pomeni, da bi vi mogli šolo začeti nekje ob 9. In je nekako tudi logično, da mladi ljudje vaših let greste kasneje spat nekje 2 uri, biološko čisto. Zdaj je sistem naravnat, da bo pa se temu prilagodil, pa seveda ni tako enostavno, tudi od vseh dejavnosti, ki jih vi imate, ampak se mi zdi, da je to pomembno področje, ki se bo razvilo in mogoče dalo neke rezultate. Ne more mimo tistega predloga, kar se tiče mature. Ko sem jaz končala gimnazijo oziroma hodila v gimnazijo, je bilo tako. Če si bil odličen tudi samo v 4. letniku ali pa prej skozi kakorkoli, tudi samo v 4. si bil upravičen mature. Maturo smo sicer imeli. Jaz sem se vpisala na medicino, na medicini smo imeli sprejemne izpite. Kemija, biologija, fizika, mislim, da tudi psihologija. In tisto, kar je bilo zelo vredno tudi za nas, je bilo pa potem še pogovor z enim zdravnikom. Jaz vem, da sem se pogovarjala z enim specialistom v Ljubljani in jaz mislim, da je bila to krasna prilika, malo da smo mi potipali kliniko, pa da so tudi oni videli, kdo smo mi. In tako kot si ti prej rekla, takrat smo lahko šli na medicino tudi tisti, ki niso imeli samih 5, ki so bili tudi prav dobri, mogoče tudi kdo dober, pa so danes odlični zdravniki in zdravnice. Podpiram to idejo. Potem pa sam še mogoče to, če ne bo prilike, vse to, vse, kar ste povedali, čisto vse drži. Vse, kar ste na vseh 4 šolah, do česa ste prišli, moram povedati tudi to. Slovenija je leta 2018 sprejela prvi nacionalni program za duševno zdravje. Vanj smo vključili številne dobre prakse, ki so se že prej izkazale kot dobre. S tem nadaljujemo in tam je pravzaprav ogromno ukrepov, ki se dotikajo točno teh vsebin, ki ste vi rekli. Ti si omenila, da
in vemo na vaši šoli, kako delujete, koliko delavnic izvajate. Mi bi si pa želeli, da bi delavnic, ki bi krepili te vaše socialne in čustvene kompetence, bili deležni dijaki pa otroci, ne glede na to, v katerem kraju in v kateri šoli so. Jaz prihajam iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ogromno energije vlagamo v to, da bi nekako v šolski prostor, v ta redni urnik prišle tudi te vsebine. Ne kot predavanja, ampak kot ste rekli, delavnice, izmenjava mnenj, neko spodbujanje tudi aktivnega državljanstva. Jaz upam, da nam bo uspelo, verjamem, da nam bo, ampak gre pa res počasi. Najlepša hvala tudi vam za odgovor, pa še gospa Joveva, še vaš komentar. Hvala lepa. Jaz bi tu za začetek rekla, da je v bistvu vse, kar ste vse 4 šole oziroma predstavnice in predstavnik vseh 4 šol povedali, da v bistvu res vse drži in po mojem bi me 3 takoj podpisale, če bi lahko odločale, če bi jaz odločala, ampak nažalost svet ne funkcionira na tak način. Jaz bi mogoče sam čist na kratko vsako šolo posebej oziroma te predloge res bom na kratko, ampak recimo, če začnem s Celjem oziroma z ekonomsko šolo in na finančni del, s katerim se jaz popolnoma strinjam, moram pa reči tudi, jaz vedno povem po resnici, pa nič ne iščem nekih ovinkov ali karkoli, ampak mi se zdaj že začenjamo počasi pogovarjati o naslednjem večletnem proračunu Evropske unije, MFF, to so te famozne kratice, ki jih imamo tako radi. Skratka, od leta 2027 bo na novo spet narejen ta proračun in mene moram reči, da malo skrbi, ker ne vem, koliko veste, ampak zagotovo veste, če vam sam nasplošno povem, da zelo rastejo razne skrajnosti politične, tudi v Evropskem parlamentu jih imamo res več, kot smo jih imeli in ti ljudje nekako gradijo na populizmu, na konkretnih rešitvah pa ne in me malo skrbi, kaj se bo dogajalo z naslednjim proračunom, ker imajo tudi večino, če bi jo hoteli imeti, oziroma to je pol odvisno od tistih tradicionalnih strank, kam se usmerijo. Skratka, to ne pomeni, da ostali, ki se ne strinjamo z njimi, da ne bomo nič naredili, samo hočem reči, da bo precej težje, kot je mogoče bilo pri prejšnjem, ko smo sprejemali ta trenutni aktualni proračun, ampak zagotovo mislim, da bi bilo treba absolutno več denarja nameniti področju zdravja, tudi duševnega. Jaz mislim, da bi to morala postati stalna proračunska postavka, torej duševno zdravje konkretno in pač mi se bomo borili, da do tega pride, ampak tako, kot sem rekla, 3 institucije smo in nismo samo mi tisti, ki odločamo. Kar se tiče zdravstvene in kozmetične šole, mogoče samo komentar na starostno mejo družbenih omrežij, tudi to absolutno se strinjam. Francija mimogrede ima določena pravila na tem področju, oni imajo prav, v bistvu mislim, da imajo celo prav na osebnih dokumentih tako narejen nek čip neke vrste, tako zdaj malo po domače govorim, ampak nekaj v tem smislu, da moraš pol vsakič, da ni tako, da sam klikneš, starejši sem, ne vem, od 18, Dejansko hočem reči, da se da. Ampak to je spet potem nacionalna pristojnost. Tako, kot ste rekli, država ima ključno vlogo, tako je. Še prva gimnazija v Celju, mogoče samo povem, da se mi zdi pomemben tudi odnos politike, ali pa kakšen zgled dajemo politiki. Po mojem, se smo govorili o vzgoju, o izobraževanju, ampak mislim, da je tudi politika tista, ki mora malo paziti, kaj pove, kako pove, da tisto, kar pove, drži, pa vemo, da ni nujno vedno tako. To se zelo pozna tudi na socialnih omrežjih, tako da bi lahko imeli malo več dobrih zgledov, bom tako rekla, tudi v politiki. Pa sam še glede mature, bom jaz še svojo zgodbo povedala, res bom na kratko, ampak jaz sem bila na ekonomski gimnaziji in sem šla potem na FDV in mi smo imeli opcijo, jaz ne vem, kako je zdaj, ampak mi smo imeli takrat opcijo 2 izbirnih predmetov in jaz sem si kot enega zbrala fiziko, ki nima popolnoma nobene zveze s FDV-jem, tako potem nismo imeli, ampak jaz sem si zbrala fiziko, ker je bilo najmanj dela takrat. Se pravi, med pripravami za maturo, mi smo fiziko imeli samo 2 leti na ekonomski gimnaziji, ker je bila pač družboslovna. In jaz sem imela vse ostale 4 predmete, tako 5 in več, ker sem šla na višji raven, fiziko sem pa komi sfurala.
ne? Kar pomeni, da sistemom pa nekaj ni bilo vsaj takrat v redu, da so meni sploh pustili, da sem šla to narediti. To hočem reči, da imaš eno skrajnost pa drugo skrajnost. Jaz sem potem seveda imela manj točk in nisem dejansko prišla na tisto smer, na katero sem želela. Sicer je bilo na koncu vse super, ker sem šla na mednarodne odnose, v bistvu sem imela srečo v nesreči, ampak hočem sam reči tudi to, da se strinjam, da imamo različne verjetno tudi zgodbe, no jaz sem zdaj svojo izpostavila, ampak da se strinjam s tem, da bi bilo to treba biti, da bi morali biti bolj osredotočeno potem na tisti študij, na katerega si dijak ali dijakinja želi iti. Najlepša hvala, pa tudi še enkrat omenimo, ne, obstaja več poti do tistega našega končnega cilja, tako da kar pogumno. Pogumno tudi vsem ostalim, ki boste zdaj v drugem sklopu predstavljali svoje predloge in bomo začeli pri srednji prometni šoli Maribor. Dijaki so z nami v živo, predloge pa predstavlja Taja Ravnjak. Lepo pozdravljeni. Sem Taja Ravnjak iz Srednje prometne šole Maribor. Mladi smo prihodnost sveta. Mladi smo tako tudi prihodnost Evropske unije. Pomembno je, da družba in z njo vsi njeni deležniki skrbijo tako za fizično kot duševno zdravje in dobro počutje otrok in mladostnikov. Menimo, da je duševno zdravje tema, o kateri se ne govori dovolj. Vzroki so zato različni. Najpomembnejši je zagotovo ta, da je mladostnike največkrat sram spregovoriti o svojih duševnih težavah. Govoriti o duševnem zdravju mladih pa je izjemno pomembno, saj ima velik vpliv na naše življenje, razvoj in prihodnost. Ključni razlogi, zakaj je treba odprto razpravljati o tej temi, so preprečevanje in zgodnje prepoznavanje težav, zmanjševanje stigme, boljša kakovost življenja in uspešnost. Spodbujanje medsebojne podpore ter preprečevanje resnejših težav, kot sta samopoškodovanje in samomor. Evropska unija se zagotovo zaveda pomena duševnega zdravja mladih in sprejema ukrepe za izboljšanje razmer, a je pred nami še veliko dela, da bi vsem mladim zagotovili pravočasno in učinkovito podporo. Naši predlogi so: prvič, boljša izobraženost o duševnem zdravju. V vzgojno-izobraževalne ustanove bi morali sistematično uvesti več vsebin na to temo. Če bi se o tej temi več govorilo, bi se sčasoma začel zmanjševati tabu, povezan s to temo. Številni mladi si namreč ne upajo spregovoriti o tej temi, ker se bojijo, da bodo zasmehovani. Predlagamo tudi več izobraževalnih programov za učitelje, da bodo bolje prepoznavali težave pri učencih. Drugič, lažji in hitrejši dostop do psihološke pomoči. Več sredstev bi bilo treba nameniti brezplačnemu ali cenovno dostopnemu psihološkemu svetovanju za mlade. Nujno bi bilo treba skrajšati tudi čakalne vrste za psihološko pomoč v zdravstvenih ustanovah. In tretjič, več varnosti na družbenih omrežjih. Številni mladi izjemno veliko časa preživijo na družbenih omrežjih. Uvesti bi bilo treba strožja pravila glede škodljivih vsebin na družbenih omrežjih, ki vplivajo na naše duševno zdravje mladih. Platforme bi morale imeti večjo odgovornost pri preprečevanju spletnega nasilja in ustrahovanja. Vsekakor pa je treba spodbujati pozitivne digitalne vsebine. Navedeni predlogi bi lahko pripomogli k boljšemu duševnemu zdravju mladih v Evropski uniji ter omogočili boljšo kakovost življenja in podporo v težkih trenutkih. Hvala. Taja, najlepša hvala. Sledi Gimnazija Lava in njihov predstavnik Žiga Polajžer. Pozdravljeni, jaz sem pa Žiga Polajžer iz Gimnazije Lava. Kot smo že danes slišali, je duševno zdravje mladih v današnjih časih velik problem. Veliko mladostnikov se znajde v neprijetnih situacijah zaradi spletnega nasilja, nasilja med sovrstniki, izločanja iz družbe, problema v družini in ostalo. Zaradi drugačnega obdobja, v katerem so živeli naši starši, pa nam večkrat ne znajo pomagati, ker nas ne razumejo. Družbena omrežja najbolj negativno vplivajo na mlade,
saj veliko več časa preživimo na njih, kot s prijatelji v naravi. Namesto lastnega mnenja veliko mladih pogosto sprejme stališča slavnih oseb in se po njih ravna. Omrežja otrokom odzemajo brezskrbno otroštvo, saj se prezgodaj soočajo s težavami, ki še niso primerni njihovi starosti. Hkrati pa se v iskanju sprejetosti povezujejo z istomislečimi, kar lahko vodi v odvisnost od medijskega življenja. Ker je na spletu veliko vsebin o samopoškodovanju in samoumorih, nekateri mladi to vidijo kot edino rešitev. Naši predlogi so, da mladim zmanjšamo doseg do socialnih omrežij oziroma da bi bila njihova uporaba omejena, da bi bilo več izobraževanj za starše na področju počutja mladih in tudi za učitelje, da bi se v šolah več pogovarjali o težavah in povečali možnost pisanja anonimnih pisem, na katera se bi kasneje odgovarjalo skupaj s strokovnjaki, da bi izvajali tedenske dejavnosti za krepitev telesnega in duševnega zdravja, naprimer meditacija, raztezne vaje, vaje dihanja, vaje za moč, da bi se pogovarjali z osebami, ki so že premagale podobne težave in da bi zmanjšali obseg snovi pri predmetih v šoli in količino nepomembnih informacij, kar bi pripomoglo k uravnavanju stresa. Pa tudi, da bi preživeli več pouka na prostem, zaradi tega, ker bi tako zamenjali okolje in se potem počutili bolje. Duševne težave mladih lahko premagamo le skupaj in hvala. Žiga, najlepša hvala. Sledi gimnazija Celje Center, tudi ti so v živo, in sicer Alja Dobnik in Ula Zabukošek. Pozdravljeni, sva Ula in Alja, dijakinji gimnazije Celje Center. Na duševno zdravje mladih v veliki meri vpliva socializacija in druženje s prijatelji. Dan danes se mladi družimo predvsem v kavarnah, kjer je treba za stol in mizo plačati. Želimo pa si, da bi vse države in vsa mesta imela notranje in zunanje prostore, ki bi bili namenjeni brezplačnemu druženju. To bi nam, mladim, dalo možnost sklepanja novih odnosov in predvsem brezskrbnega življenja, da ti na koncu meseca na računu ostane še kaj denarja, ki ga lahko porabiš bolj koristno. Veliko nas po pouku čaka na javni prevoz in takšni prostori bi nam olajšali čakanje. Zainteresiranim državam, ki bi zastavile dobre predloge o ureditvi prostora in državam, ki dobro utemeljijo, zakaj bi bilo to pri njih koristno, bi EU financirala 80% delež stroškov. Ideje za ureditev prostora bi podali mladi, državam in mestom, ki podobne prostore že imajo in vidijo, da so koristni, za mlade bi bilo financirano nadaljnje preurejanje. Hvala. Pomembno je poudariti, da kljub naraščajočim težavam veliko mladih ne poišče ustrezne pomoči. Raziskave kažejo, da skoraj 60% najstnikov z duševnimi težavami ne poišče pomoči, pogosto zaradi strahu pred obsojanjem ali stigmatizacijo. Večina mladih je bolj naklonjena k pisanju sporočil, kot pa pogovarjanju po telefonu, zato menimo, da bi EU morala uvesti zakon, ki bi mladim zagotavljal pogovor s psihologom preko sporočil. Ko si v stiski in nisi pripravljen svojih težav zaupati staršem ali prijatelju, enostavno napišeš sporočilo in dobiš odgovor profesionalca. Najlepša hvala. Alja in Ula, najlepša hvala tudi vama. Zdaj pa bomo besedo predali dijakom iz Srednje šole za oblikovanje Maribor, ki so z nami preko spleta, in slišali bomo predstavnika, to je Maj Vavpotič. Sem Maj in obiskujem Srednjo šolo za oblikovanje Maribor. Duševno zdravje mladih je danes ena izmed ključnih tem, ki oblikuje prihodnost naše družbe. Mladi se soočamo s številnimi izzivi, kot so akademski pritiski, pričakovanja staršev in družbe, negotovost glede prihodnosti, vplivom družbenih omrežij ter hitrim tempom življenja. Obenem so dostopnost strokovne pomoči, hitro urgiranje, predsodki in pomanjkanje preventivnih programov še vedno pomembne ovire pri zagotavljanju ustrezne podpore. Raziskave kažejo, da se vse več mladih spopada z anksioznostjo, depresijo in drugimi oblikami duševnih stisk. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je duševno zdravje eden glavnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost življenja in dolgoročni uspeh posameznika.
Kljub temu so sistemi pomoči pogosto neučinkoviti, šole pa premalo vključujejo vsebine, ki bi mladim pomagale pri razvoju čustvene odpornosti. Ne moremo mimo dejstva, da je eden največjih problemov današnje generacije prekomerna uporaba mobilnih telefonov in družbenih omrežij, kar vodi v vedno manj pristnih socialnih stikov. Mladi se vse manj družijo v živo, kar lahko povzroča osamljenost, pomanjkanje samozavesti in težave pri vzpostavljanju globih medsebojnih odnosov. Poleg tega so na spletu izpostavljeni nerealnih podobam življenja, kar negativno vpliva na njihovo samopodobo in duševno zdravje. Šole oziroma svetovalne službe se trudijo pri prepoznavanju stisk in podpori učencev, ki se soočajo z duševnimi stiskami, vendar je zopet vse povezano s časom in denarjem. Pomembno bi bilo, da bi učitelji lahko namenili nekaj minut pri pouku sprostitvenim tehnikam ali krajšim pogovorom, ki bi učencem pomagali obvladovati stres. Prav tako bi morali vzpostaviti več odprtih razprav, kjer bi mladi tudi sami predlagali teme in se aktivno vključevali v iskanje rešitev. Gostje, kot so strokovnjaki za duševno zdravje ali posamezniki, ki so prebrodili podobne izzive, bi lahko ponudili pomembne vpoglede in spodbudili dijake k iskrenem pogovoru. Poleg tega bi bilo treba okrepiti empatijo med sošolci, saj bi več razumevanja in medsebojne podpore zmanjšalo občutek osamljenosti in stiske. Šole bi lahko spodbujale aktivnosti, ki krepijo socialne veščine in povezovanje med dijaki, kar bi izboljšalo vzdušje v razredu in pripomoglo k boljšem duševnem počutju vseh. Naša priporočila za izboljšanje duševnega zdravja mladih pa so, da bi povečali dostop do šolskih psihologov in svetovalnih služb. Lahko bi tudi uvedli obvezne programe čustvene pismenosti in obvladovanja stresa v šolskem sistemu. Lahko bi imeli več odprtih debat in kampanj za zmanjšanje predsodkov o duševnih težavah. Pomemben bi nam tudi bil uravnotežen šolski sistem, ki ne temelji le na ocenah, temveč tudi na osebnem razvoju in počutju. Lahko bi spodbudili kakovostno preživljanje prostega časa brez zaslonov in več druženja v živo. Lahko bi tudi imeli več prostorov za odprte razprave, kjer bi učenci predlagali teme in goste, ki bi lahko prispevali k boljšem razumevanju duševnega zdravja. Spodbujanje empatije in medsebojne podpore med sošolci skozi skupne aktivnosti in razredne pogovore. Mladim mora biti omogočeno, da o duševnem zdravju govorijo odkrito, brez strahu pred obsojanjem. Če bi sami odločali o tej temi, bi si prizadevali za bolj razumevajočo in podporno družbo, kjer bi bilo duševno zdravje enako pomembno kot fizično. Hvala. Maj, najlepša hvala tudi tebi, da si zaključil drugi krog naših predstavitev, pa bomo tokrat za komentar najprej prosili doktorico Konec Juričič. Torej, kako bi ocenili, komentirali, kaj bi povedali o teh drugih predstavitvah? Ja, odlično, znova. Se pravi, mladi, veliko veste, talentirani ste in te vaše ideje, da pridejo do nas, je ena prilika jo predstavlja tale danes. In jaz bi vas res spodbudila v tej aktivnosti in nas vse pa tudi, da vse te predloge slišimo in jih skušamo udejanjati. Ampak ni vse črno, a veste, tudi v Sloveniji res imamo marsikaj. Pa vas bom zdaj vprašala, kdo pozna tole knjigo, kaj lahko naredim, da mi bo lažje? Dajte dvigniti roke. Hvala. A veste, kateri letniki ste večinoma tukaj? Različni, tretji, četrti, ne? Gre za program To sem jaz, ki ga imajo na voljo vse šole v obliki delavnic, v katerih je mogoče delati točno to, kar ste rekli. Se pogovarjati, izmenjavati mnenje, izpolnjevati liste, debatirati in tako naprej. 10 delavnic, ki krepijo, da se znate odločati, da se znate cilje postavljati, da znate sodelovati, da ste zaupljivi do samega sebe in do drugih in tako naprej. Se pravi, spodbujate temeljne veščine. Ta program je bil okarakteriziran kot primer dobre prakse, ki ga je treba širiti v Evropi, strani OECD-ja, Organizacije za sodelovanje in razvoj. Se pravi, tukaj je in samo čaka, da bi šel v šole, pa ni edini. Imamo program Neverjetna leta za starše, za učitelje, ki pomaga učiteljem in staršem, da vzpostavljajo, bom rekla, te
boljše odnose, boljše prepoznavanje in delovanje z otroci. Je na mizi, samo čakamo, da bi šel v sistem. Pa potrebuje še veliko kadra, tudi to je res. Ampak ni vse vezano na denar, gre za odločitev, ali se bomo odločili, da bomo ta sistem malo spremenili. Pa moram reči, ne gre samo za šolo. Jaz vedno rečem, ne, prej smo pa starši, pa družina, ki delujemo različno, eni bolj, eni manj, kakorkoli. Ne? In zdaj, če pride otrok dobro opremljen s temi osnovnimi zadevami v šolo, potem je tako, ima šola veliko manj dela. Če je pa obratno, pa jaz včasih rečem, pa lahko šola postane otroku drugi dom. Ampak hočem reči, res ni vse tako črno. Ne? Kar se tiče pomoči, bilo je rečeno več teh linij, pa prostovoljnih, pa anonimnih. Ta program To sem jaz ima še drugi del. Spletno svetovalnico www.tosemjaz.net. 100 strokovnjakov vsak dan mladim svetuje. Vsak dan. Pisno odgovori na vaše vprašanje. Imamo uredništvo, ki skrbi za ta pretok, da to dobro gre. Imamo tudi chat svetovanje, kjer je mogoče sinhrono, vi pišete, mi odgovarjamo. Poglejte na spletno stran, boste videli urnik za vsak teden naprej je pripravljen in tam vidite, je na voljo psiholog, ginekologinja in pa specialna ali socialna pedagoginja. No, zdaj sem bila pa že dolga, bo še drugi povedali, ampak tako. Najlepša hvala, pa morda še to odgovarjajo torej tudi v pisni obliki, torej tudi s pomočjo klepetalnikov. Ja, s pomočjo klepetalnikov, torej vse gre online, ampak sinhrono v tem chatu. Ne? Seveda mi vedno, kadar začutimo, da je mladostnikova stiska takšna, ki bi potrebovala svetovanje v živo, svetujemo. Pridi v živo, damo konkretne naslove. Zdaj pa, ne, pol je pa na vas, ne, ali to koristite ali ne. Velikokrat pa vidimo, da že samo s tem, ko odgovorimo, ko malo pomirimo, ko spodbudimo, pišejo nazaj, super, ne, nekdo me je poslušal. Tako da različni odzivi so, 20 let že ta svetovalnica deluje in bi res rekla, pojdite gor. Tom telefon poznate, svetovalna linija, ki imate za mlade, to se mi zdi, da celo bolj poznate, pokličite. Ne? Najlepša hvala. Včasih je prav, da tudi sami naredimo ta prvi korak ali pa nas k temu spodbudi morda naše okolje. Najlepša hvala za komentar. Gospa Joveva, kaj pa vaši predlogi, komentarji? Sem vam rekla, da je fajn biti med stroko. Jaz recimo zato nisem toliko podrobno vedela, bom tako rekla. Tako da je res super zvedeti tudi po mojem, za vas predvsem, no, te informacije. Jaz bom sam na kratko, pa se bom osredotočila bolj na ta politični del, no, ali pa evropsko-politični del. Prometna šola Maribor, predvsem mogoče sam glede teh, saj ste vsi izpostavljali približno enako. No. Mimo grede, zelo sem vesela, da ste vsi rekli, da moramo biti manj na družbenih omrežjih in tako naprej. To se mi zdi res zelo super razmišljanje. Ampak kar se tiče tudi te odgovornosti platform, večje odgovornosti platform. Mi smo določeno zakonodajo sprejeli še v prejšnjem mandatu. Jaz sem tudi v njej sodelovala bolj konkretno kot ena od parlamentarnih pogajalk, spet bo kratica DSA. To vam govorim samo zato, ker včasih je lažje najdeti pač prek kratic, nažalost, tudi po spletu. Skratka, zakon oziroma akt o digitalnih storitvah je tako recimo najbolj ključen, no, in smo v njem pač zahtevali tudi večjo odgovornost platform. Tudi algoritmi so po mojem mnenju velik problem. A veste, vam se spletni svet prikazuje, tako kot se odločajo algoritmi na podlagi tega, kar vi iščete, ne nujno na tistem družbenem omrežju, ampak pač po celem spletu. Mislim, da se tega ne zavedamo dovolj, ker se potem ustvari en tak balonček in vam odpira vedno tiste stvari, za katere ve, da vas bodo zanimali. Saj veste, po mojem, no, saj tudi te sponzorirane reči, točno veste, včasih se nam zdi, da nas nekdo sliši, če rečemo nekaj. Tako da to je res, res velik problem, te algoritmi, s tem se tudi ukvarjamo zelo. Kar se tiče še mogoče gimnazije Lava, to več pouka na prostem, absolutno se strinjam. Jaz imam punčko, ki je zaenkrat še v vrtcu, no, ampak si želim, da bi mogoče res, ker v vrtcu imajo tega še vedno kar precej, no, vsaj v našem, se mi zdi, da bi mogoče res lahko bilo malo bolj prilagojeno, no, pa tudi več športa, absolutno. Kar se tiče
Celje center, gimnazija, no, prostori za brezplačno druženje. Jaz mislim, ne bom rekla, da je vse popolno, ampak ni pa tudi vse črno. Ampak vem, da obstaja tudi marsikakšen tak prostor, ne vem, prek raznih mladinskih centrov in tako naprej. Tako da mogoče je tudi to ena taka smiselna stvar za mogoče pogledati, ker ena mesta so verjetno na boljšem, ena na slabšem, manjši kraj in imajo najbrž manj priložnosti za to, ampak vseeno zagotovo, ki je tudi kaj je. Ne rečem pa, da se ne da boljš, no. Zagotovo bi se dal tukaj precej več narediti. Kar se tiče zakonodaje za možnost pogovora s psihologom prek sporočil, smo slišali, mogoče je boljše, da jaz prenesem slovenski primer še za druge države članice, ne? Ker ne verjamem, da je povsod tako urejeno. Ne? No, ne, ja, verjetno ne. No, sej, kar Samo še zadnja šola, pa bi se tle samo to za te nerealne podobe življenja na spletu. Tudi tle je odgovornost tistih, ki to počnejo, ne? Javne osebnosti, predvsem se mi zdijo tukaj zelo velik problem. Jaz se, ne, da znavte misliti, da zdaj mislim, da sem ne vem kaj, ampak pač sem javna osebnost že z tega vidika, ker sem na tem položaju, na katerem sem. In jaz vedno probam, ni vse popolno, pač ni. In smo vsi ljudje, niti nočem izpasti popolna ali pa nek vse ved. Ker pač nisem, ne vem vsega in nisem najpametnejša na svetu, nisem ne vem kakšna vse in se mi zdi prav, da se tudi to pokaže, se pravi z naše strani, kot javnih osebnosti. Najlepša hvala in še gospa Maher Resinovič, kratek komentar. Meni je ostalo zdaj bolj malo materijala. Veseli me res, da se zavedate pasti družbenih omrežij, ampak težko je tukaj narediti spremembo, ker to pač je odvisnost ali pa vsaj navada. Strinjam se z prenatrpanostjo učnih načrtov, zlasti v gimnazijskem programu. Kadar mi dijaki potožijo o tem, vas poskušam potolažiti in v to res verjamem, da v bistvu mentalni napor, ki ga vi v teh letih vlagate v miselno delo, v učenje, v pomnjenje, v razumevanje, veča kapaciteto vaših možganov in boste bolj sposobni zdržati tudi napore, ko boste v službah in v kakšnih drugih izzivih, ki vas čakajo. Nekaj mi je še padlo na pamet, ni neposredno vezano na te predstavitve, ampak da vam dam še eno priznanje in potrditev. Kadar potožite komu, da se slabo počutite, da vam je bedno, da vam je težko na trenutke živeti, ne, pa vas mogoče ta druga oseba, starejša, odpravi z besedami: vsi smo šli čez to, kaj si taka mevža, daj bodi bolj dobre volje, zakaj si tak nerazpoložena. Nas je kar precej tudi odraslih, ki se zavedamo, da vam je težko. Tudi če imate topel dom, tudi če imate vse pogoje, da se lahko zdravo razvijate, odraščanje je izziv in je zahtevno. Zato nas pa porabite, kjer vas lahko podpremo. Najlepša hvala tudi danes. Ja, še zaključna misel. Sam še nekaj super. Ko ste prej omenili več prostorov za druženje, na prostem pa to, sej jih je kar veliko. Ko jaz hodim, pa naj bo to mesto, pa naj bo to vas, vidim prazna igrišča. Občine se pa tako trudi, da ta igrišča delajo. A veste, ni sam, da bo nekdo prišel pa rekel: otroci, mladostniki, pridite pa se bomo družili. Vi morate to spodbuditi tudi. Resnično, tu se mi zdi, da malo umanjka, ali pa mogoče, da smo res kot družba postali tako, ne, nekdo bo dal recepturo, nekdo nam bo povedal kako. In spet bom rekla, tako veliko imate vse energije, tako veliko imate kapacitet, dajte, bodite aktivni. Jaz se spomnim, se boste rekli stara, jaz ne res ne, ampak medšolska tekmovanja so bila v košarki, v nogometu. Mislim, a ni to super? A ni? Ne? Hočem reči, to lastno aktivnost, če vam kaj časa ostaja, zato ker jo imate, no, to se mi zdi pomembno.
Ja, spremembe lahko začnemo graditi oziroma izzivati tudi sami. Najlepša hvala za komentarje. Še bomo dobili priložnosti, da spodbudimo tudi mlade k razmisleku, ampak še predtem jim damo priložnost, da prisluhnemo njihovim predstavitvam. Prišli smo namreč do tretjega sklopa in kot prva se nam bo predstavila Srednja poklicna in strokovna šola Zreče. Dijaki so z nami v živo in sicer predstavnika Anja Košič in Adam Mauh. Prijazen dober dan, želiva Anja in Adam. Danes vam bova predstavila težave mladih v zvezi z duševnim zdravjem nasploh ter naše predloge za izboljšavo. Ob koncu bova dodala še vsak svoje kritično razmišljanje in doživljanje realnega sveta. Ker je za osebnostni razvoj mladostnika značilen hiter telesni in duševni razvoj, zapiranje v notranji svet in sanjarjenje, je zanje resničnost zunanjega sveta pogosto brutalna, kruta, posledica pa so duševne težave. Najpogostejše duševne težave zdravja mladostnikov so anksioznost in stres, zaradi preobremenjenosti, zaradi predšolskih obveznosti, pritiska družbenih omrežij ali pa prevelikih pričakovanj staršev in okolice. Mladi si želimo več svobode pri odločanju. Prevelike obremenitve strani staršev nam lahko povzročijo stres in negotovost. Starši in okolica nas pogosto premalo razumejo. Depresija. Zaradi občutka osamljenosti, nizke samopodobe ali pa morda nezadovoljstva z življenjem. Do pomanjkanja samopodobe lahko prihaja, ker se mladi pogosto primerjamo z nerealnimi podobami in ideali. Mladi potrebujemo podporo. Strah pred stigmatizacijo nam preprečuje, da bi poiskali pomoč. Imamo težave s spanjem zaradi prekomerne uporabe tehnologije ali stresa. Pogosto smo osamljeni in socialno izolirani, na primer zaradi premalo osebnih stikov in preveč digitalnih interakcij. Nekateri so zasvojeni z različnimi substancami, se zatekajo k alkoholu ali drogam kot načinu soočanja s težavami. Naši predlogi za izboljšanje duševnega zdravja mladih pa so spodbujanje odprtega pogovora o duševnem zdravju, torej več pogovora o duševnih težavah v šoli, povečanje dostopa do strokovne pomoči, da bi bilo več svetovalnih delavk in psihologov v šolah, da bi bil lažji dostop do terapevtov brez občutka stigmatizacije, omejevanje časa na družbenih omrežjih in preprečevanje odvisnosti od omrežij in ozaveščanje o vplivu družbenih omrežij. Uravnotežen življenjski slog, potrebno bi bilo ozaveščanje mladih o pomenu gibanja, zdrave prehrane in zadostnega spanja za uspešno delo in dobro počutje. Krepitev socialnih veščin, pomembno je spodbujanje druženja v živo in aktivnosti, ki krepijo občutek pripadnosti. Izobraževanje o duševnem zdravju naj postane sestavni del šolskega izobraževanja, zlasti teme o stresu, o čustvih in obvladovanju duševnih težav. Spodbujanje hobijev in ustvarjalnosti s poudarkom na aktivnosti, ki prinašajo zadovoljstvo in pomagajo pri sprostitvi. Sledi kritično razmišljanje 18-letnika. Starši so me vzgojili v človeka, ki mora stati za svojo odločitvijo in če je slaba, mora zanjo prevzeti tudi posledice. Če sem si težave zakuhal, sta me sicer podučila in usmerila na pravo pot, ki pa ni bila vedno nujno v mojo korist. Mnogi niso enako odgovorno vzgojeni in pripravljeni na izzive v življenju. Živeli so namreč preveč v vati, zato izgubljajo stik z realnostjo, imajo motnje mišljenja, zaznavanja, so depresivni in brezvoljni. Verjamem, da nas ni malo, ki smo se od staršev in učiteljev naučili kritično opazovati svet in dogajanje okoli sebe. Je pa veliko mladih, ki mislijo, da se jim ni potrebno nič naučiti,
saj za vse informacije poskrbi ChatGPT ali kaj podobnega. Pri tem pozabljajo, da je potrebno prebrano razumeti, da ne pozameš iz AI neumnosti, ker preverjeno ne loči Matije Gubca od Matije Čopa. Zato je pomembno zavedanje, da nam le znanje zagotavlja informacije, potrebne za napredovanje in osebnostno rast. V nasprotnem primeru lahko sledi razočaranje in obup. Te dni mi je padel v oči zapis. Američanom minerali, Rusiji mir, Ukrajini slava, Evropi dolgovi. Vse to krati moj duševni mir. Vojno je potrebno končati takoj. Kaj pomeni ženski, ki je ostala brez moža ali brez sina, svobodna Ukrajina, če je del njenega srca pokopan? Mladi res lahko imajo slabo duševno zdravje, doživljajo stisko in negotovost, če mislijo, da je Evropska unija bankomat brez limita, da se socialna sredstva lahko delijo kar tako, da ni potrebno delati, ker se je bolje znajti, da je bolje živeti v neprofitnem stanovanju, kot pa si zaslužiti in skrbeti za svoje, da znanje in izkušnje niso nič več vredne in kar je še najbolj žalostno, da mnenje preglasi dejstvo in da če je laž večkrat dovolj glasno izrečena, lahko postane prirejena resnica. Strokovnjakov in znanstvenikov nihče več ne posluša, ker ima vsak pravico povedati svoje mnenje. Ampak to ni demokracija, to je kaos. Vodenje brez stroke in iz prakse, iz usnjenih foteljev in pisarn z lepim razgledom me skrbi, ker žal ne vodi nikamor. Moje osebno dojemanje stanja duševnega zdravja v naši družbi. Duševno zdravje mladih je eden ključnih stebrov družbenega razvoja. Evropska unija v zadnjih letih namenja nekoliko več pozornosti tej tematiki, vendar pa ostajajo izzivi ogromni. Raven duševnih stisk med mladimi v Evropski uniji se je zlasti v času COVID pandemije zaradi izolacije, negotovosti in digitalizacije močno dvignila. Med nami je danes vse več anksioznosti, depresije in občutka osamljenosti. Primanjkuje nam podpore, kot tudi psihološke pomoči. Zaradi duševnih bolezni smo stigmatizirani. Situacijo dobro poznam, saj sem v času pandemije tudi sama izkusila takšno stisko, za katero sem iskala strokovno pomoč. Velika težava, ki jo opažam, je, da je pogovor o temah, kot so depresija in utesnjenost, še vedno tabu tema, kar vodi do zapiranja vase ter posledično do večjih težav, kot tudi samomorov ali samopoškodovanja. Kar nekaj prijateljic je imelo tovrstne težave, ki so seveda prisotne tudi pri fantih. Žalostno je, da pa pristojne institucije teh psihičnih težav ne jemljajo dovolj resno, dokler ne pride do fizičnih poškodb. Kaj pa lahko mi kot družba naredimo? Potrebno je več preventivnih programov z področja duševnega zdravja, delavnic za krepitev odpornosti in ozaveščanje. Povečati je treba dostop do storitev psihološke pomoči, tudi iz vidika zdravstva, razbijanje stigme, digitalne rešitve. To je razvoj varnih in preverjenih aplikacij za podporo duševnemu zdravju, ki so dostopne vsem mladim. S temi pravočasnimi in trajnostnimi ukrepi lahko ustvarimo bolj vključujočo, duševno zdravo in gospodarsko uspešno družbo. Hvala. Anja in Adam, najlepša hvala. Selimo se v gimnazijo Ormož. Dijaki so z nami v živo, prisluhnili pa bomo v predstavnici, to je Klara Čurin. Pozdravljeni, sem Klara iz gimnazije Ormož. In danes bom predstavila naše ideje o duševnem zdravju mladostnikov v Evropski uniji. V Evropski uniji je slabšanje duševnega zdravja še posebej opazno pri dekletih. Žal smo lahko tudi pri nas v zadnjem času brali o stiskah in tragičnih posledicah pri srednješolkah.
Tedensko opažanje sta vsaj 2 psihološka ali psihosomatska simptoma. Psihosomatska motnja je motnja pod vplivom posledic iz preteklosti in sedanjosti, kar seveda vpliva na duševne zdravje posameznika. Odstotki slabšanja psihičnega zdravja se s starostjo zvišujejo. Stanje med mladimi se slabša zaradi okolja, kjer mladi preživijo največ časa, torej v šolskem, lokalnem in družinskem okolju. Šole so še posebej ključnega pomena za dobro počutje mladostnikov. Za spremembe duševnega zdravja mladih je potrebno sodelovanje med izobraževalnimi in zdravstvenimi ustanovami, saj je problem mladih, da se ne morejo nikomur zaupati. Po pandemiji se je duševno zdravje mladih še poslabšalo, ocenjujejo, da za več kot 20%. Velik problem so tudi socialna omrežja, ker mladi svoje življenje primerjajo s popolnim prikazanim življenjem vplivnežev na internetu. Ta dejanja vplivajo na sprejemanje samega sebe. Druga stvar so negativni komentarji na socialnih omrežjih, ki vplivajo na samo podobo posameznika. Kadar mladostniki preživijo veliko časa na internetu, izgubijo stik z realnim življenjem. Torej, naš glavni problem, ki ga hočemo rešiti, je, da se zdravje mladih slabša zaradi pomanjkanja občutka varnosti, nezaupanja in prekomerne uporabe socialnih omrežij. Ta problem bi rešili tako, da bi informirali ljudi o duševnem zdravju, predvsem starše, profesorje in učitelje mladih. Organizirala bi se obvezna predavanja o duševnem zdravju na šolah. Mladostniki bi imeli več individualne pomoči, pri tem mislimo na obvezen pogovor s socialnim delavcem v izobraževalnih ustanovah. Organiziran bi bil obvezen socialen nadzor nad družinami z otroki približno na 1 ali 2 leti. Psihološka pomoč v domačem kraju bi se bolje informirala. Psihološka pomoč za mlade bi bila cenejša oziroma brezplačna. Kadar se mladostniki znajdejo v stiski, jim je nudena takojšnja pomoč. Vemo, da so čakalne dobe, na primer kliničnega psihologa, trenutno zelo dolge, obravnave pa na daljše časovne intervale. Omejila bi se uporaba socialnih omrežij. Na socialnih omrežjih bi se skrb za duševno zdravje bolj ozaveščala. Hvala. Klara, najlepša hvala. Zdaj pa besedo predajamo dijakom iz Srednje šole Črnomelj, ki so z nami preko spleta. Prisluhnili bomo predstavnici, in sicer Maša Hutar. Dober dan, smo dijakinje 3. letnika gimnazije v Črnomlju in se zavedamo, da je duševno zdravje eden ključnih izzivov sodobne družbe, tudi v Sloveniji. Hiter življenjski tempo, naraščajoči pritiski na delovnem mestu, socialna izolacija in negotovost so dejavniki, ki prispevajo k porastu duševnih stisk. Naši predlogi za izboljšanje duševnega zdravja v Evropski uniji so: ozaveščanje o mentalnem zdravju, predavanja na šolah, kjer si mladi lahko poiščejo pomoč, več delavnic na to tematiko. To pomeni tudi več interaktivnega pristopa, da si mladi več zapomnijo z tem, da se vključujejo v delavnice, in več spletnih strani za pomoč. Naprimer, to sem jaz, da so lahko mladi med seboj v stiku tudi z profesionalci na spletu. Potem je pomembno, da delamo na tem, da preprečimo pojav duševnih motenj pri mladih, saj so čakalne liste dolge, medicina ni tako napredna, zato se je potrebno ozaveščanje ljudi, preden je prepozno, ter kako nevarno je lahko ignoriranje težav. Zato, da si mladi poiščejo pomoč takoj, ko začutijo, da je nekaj narobe, preden se iz tega razvije kakšna bolj zapletena bolezen, ki pa je nato težje zdraviti. Potrebno je delati na normaliziranju duševnih motenj, da si ljudje upajo spregovoriti o svojih težavah, in pomembno je tudi izobraževanje starejše generacije, da lahko pomagajo mlajšim na tem področju in poskušajo tudi najti pomoč in da so do tega sprejemljivi in podobno.
Hvala. Najlepša hvala, Maša, in pozdrav v Črnomelj. Zdaj pa prisluhnemo še zadnji današnji predstavitvi, in sicer Srednja šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj in predstavnik Teo Škratek. Spoštovani, danes želim spregovoriti o nevarnostih uporabe nedovoljenih substanc in zasvojenosti. Te snovi lahko hitro prevzamejo nadzor nad našim življenjem, uničujejo naše zdravje in odnose ter povzročajo dolgotrajne posledice. Zasvojenost nas omejuje in vodi v revščino, osamljenost ter težave v družbi. Pomembno je, da ozaveščamo o teh nevarnostih, saj je zanje prvi korak k preprečevanju in iskanju pomoči. Predlogi za izboljšanje. Omeniti konkretne načine preprečevanja zasvojenosti, na primer izobraževanje, pogovor, pomoč strokovnjakov. Poudariti vlogo družine, prijateljev in skupnosti pri podpori posameznikom. Vključiti primere uspešnega okrevanja, da bi spodbudili upanje. Povečanje sredstev za financiranje javnega zdravstva, še posebej na področju psihologije, je ključnega pomena za izboljšanje duševnega zdravja tako posameznikov kot skupnosti. Z večjo finančno podporo bomo lahko omogočili dostopnost psihološke pomoči širšemu krogu ljudi, še posebej tistim, ki si je ne morejo privoščiti. Poudariti je treba konkretne koristi večjih sredstev, na primer krajši čakalni roki, več psihologov in boljše storitve. Nujno pa je omeniti tudi pomen izobraževanja in usposabljanja strokovnjakov, da bi bili pripravljeni na sodobne izzive. Medvrstniško nasilje je ena izmed najbolj uničujočih oblik nasilja, ki ima dolgoročne posledice za žrtve in družbo kot celoto. Povečanje kazni za takšna dejanja je nujno, da bi odvrnili morebitne storilce in zaščitili žrtve. Ostrejše kazni bodo poslale jasno sporočilo, da je vsakršno nasilje nesprejemljivo in da ga družba ne bo tolerirala. Poleg tega je pomembno, da se kazni ne osredotočajo le na kaznovanje, ampak tudi na rehabilitacijo storilcev, da preprečimo ponovitev nasilja. Z bolj strogim pristopom bomo ustvarili okolje, kjer se bo nasilje manj pogosto dogajalo, žrtve pa bodo dobile podporo, ki jo potrebujejo za okrevanje. Ja, najlepša hvala dijakom iz Ptuja. Bom samo na hitro povzela njihove predloge, glede na to, da je bil zvok malce slabši, in sicer predlagajo sledeče: povečanje sredstev financiranja javnega zdravstva, torej področje psihologije, vključitev programa o ozaveščanju pomena duševnega zdravja v osnovne šole in srednje šole, urejena zakonodaja o družbenih omrežjih, urejena zakonodaja o umetni inteligenci in digitalizaciji v osnovni in srednji šoli, kjer je ključno upoštevanje mnenja zdravstvene stroke. Več domovinske vzgoje v osnovni in srednji šoli, tečaj in usposabljanje za strokovne delavce v osnovni in srednji šoli, delavnice na temo duševnega zdravja, samopodobe, samozavesti za vse mlade do 19. leta, ostrejše kazni za medvrstniško nasilje, delovanje po vzoru držav Evropske unije, ki se s tem najbolje soočajo, in še zadnji, povečanje financiranja mladinskih in kulturnih organizacij, prav tako športnih, kulturnih in umetniških dogodkov. Dijaki iz Ptuja, najlepša hvala. S tem smo prišli tudi do zaključka zadnjega našega kroga predstavitev, tako da bi vas zdaj, spoštovane sogovornice, gostje, kar prosila za en krajši komentar. Pa gospa Joveva, če začnemo pri vas tokrat, kako bi ocenili torej ta tretji sklop predstavitev? Ok, sej so spet, ponavljamo se, ampak res imate vsi super predloge, pa bom samo na kratko šla čez tiste nekako najbolj smiselne za komentiranje, no, z vidika mojega položaja. Torej, najprej srednja šola Zreče. Mogoče grem samo na ta, ker ostalo, da se ne bom ponavljala, ampak ChatGPT je bil omenjen. Jaz sem ga uporabila enkrat v življenju, pa še to samo zato, ker sem hotela napisati poslanski dnevnik o ChatGPT-ju in me je zanimalo, kako mi odgovori na eno vprašanje, ne vem točno, kaj sem vprašala, ampak to je to. Jaz se tega zelo bojim, v bistvu nasplošno te tehnologije, mislim, da je to tako hitro gre vse skupaj, da ne sledimo niti mi kot ljudje, kaj šele zakonodaja, tudi na evropski ravni, ker gre vse tako počas. Ampak ja, mislim, da
bi bilo tle treba uvesti določene omejitve, ker ni da ni v redu imeti, saj je fajn, da imamo to tehnologijo, ampak da jo izkoriščamo samo za pluse, se mi zdi, da se ne zavedamo vsi dovolj dobro tistih minusov, ki jih absolutno prinaša. Ormož, mogoče pa če povežem potem še s Črnomljem z tega vidika izobraževanja starejše generacije, pa mogoče niti ni toliko povezano z evropsko politiko, ampak res se mi zdi, se to ste že vi v bistvu omenili, da so starejše generacije nekako še vedno zelo tako zadržane do tega. Moj oče, če to gleda, je slišal, da sem jaz hodila na psihoterapijo, sploh ne ve. Tako, hočem reči, tako zelo je, upam, da gleda, no, mislim, se ne, da me je strah mu povedati, samo pač dejansko je res zelo drugačen pristop starejše generacije in mislim, da je res prav, da bi se njih bolj izobraževali. Konec koncev, mogoče imajo tudi oni, a veste, vi se zavedate, se mi zdi kar precej in že to, da se zavedate, je veliko. Pri starejših se mi pa zdi, da se ne. Tudi glede sebe, ne nujno glede svojih otrok ali pa mlajših in se mi zdi, da je tam ta ozaveščenost nižja in imajo potem tudi oni lahko več težav, tudi na področju duševnega zdravja, ne smemo pozabiti tudi na duševno zdravje starejših. Tako da to sem povezala, samo še pri Ptuju tale umetna inteligenca. Evropska unija je, glih proti koncu prejšnjega mandata smo v bistvu sprejeli zakonodajo na področju umetne inteligence, v bistvu prva taka na svetovni ravni. Sam, ja, tako kot sem rekla, ker se vse skupaj tako hitro odvija, niti ni nujno, da so vse stvari zdaj še vedno aktualne, ampak vseeno se mi zdi fajn, pa prav, da je vsaj neka taka osnova. Pa samo čisto na kratko bom sam še zaključne besede rekla, ker ste me pa spodbudile tisto kritično razmišljanje 18-letnika. Svet je nor, a ne? To vsi vemo. Ne vemo, če bo kaj manj nor v prihodnosti, ampak ko jaz poslušam to, kar sem poslušala danes, od vseh vas, me za prihodnost skrbi malo manj, tako bom rekla. Ampak to čisto resno mislim. In veliko pomeni. Ne samo nam, po mojem, ali pa vam, da nas poslušate, ampak da poslušamo drugi drugega, pa dejansko nekako dobimo več upanja, vsaj jaz sem ga dobila v ta mogoče enkrat malo manj nor svet. Najlepša hvala. Sem prepričana, da so tudi dijaki dobili malo bolj optimistični pogled na prihodnost, tako da najlepša hvala. Morda še beseda gospe Mahe Resinovič. Ja, predlogi so dobri. Tisto, kar najbolj izstopa, je gotovo dostopnost neke psihološke pomoči, pa čim več brezplačnih in dostopnih izobraževanj. Ampak da vam malo obrnem pogled za zaključek, vprašajte se, kaj pa lahko naredite vi sami. A vemo, danes je prvi pomladni dan, ste pogledali kakšno narciso, boste pogledali, da trava zeleni, da drevesa dobivajo popke, pojdite v naravo. Omenjeni so bili hobiji, interesne dejavnosti. Jaz sama opažam pri pogovorih z našimi dijaki, da tisti, ki imajo neko obšolsko dejavnost, neko svojo strast, pa ni treba, da je zelo intenzivna, so nekako veliko bolj mirni, tudi glede šole, glede skrbi, ker se tam sprostijo, odprejo ventile. Pa še en komentar, pa bom prosila Nušo, da me dopolni iz svojega medicinskega vidika. Kadar so težave res zelo hude, jaz kot psiholog absolutno nisem zagovornik zdravil, ampak kadar je res hudo, pa ni razloga, da ne bi sprejeli za neko obdobje tudi medikamentoznega zdravljenja. Marsikaj poskusite, seveda prej. Zakaj vas nagovarjam oziroma govorim o tem? Ker tudi pri dijakih zaznavam hud strah pred zdravili, pred tem, da bodo zasvojeni, da bodo celo življenje na zdravilih, da potem je pa res z njimi grozno in brezizhodno, če morajo sprejeti zdravila. To je preživeli mit in napačno razmišljanje. Tako da jaz vam želim čudovit konec tedna, izkoristite tople dneve, ki prihajajo in se vidimo.
Najlepša hvala. Ne bomo še posem zaključili, še doktorica Konec Juričič ima besedo, pa seveda tudi vi, spoštovani dijaki, dijakinje, ampak najprej komentar. Ja, mogoče kar na tole, kar se ti izpostavlja, seveda je res, ne, da včasih ne gre drugače, kakor to kemijo, ki se v možganih poruši pri teh različnih duševnih motnjah, spodbudimo, da se izravna tudi z zdravili. Če je to na mesto, to odloči strokovnjak, seveda bi rekla, tle prisluhnite in imamo včasih večje težave s starši kot z dijaki. Se spomnim primera, ko smo ga skupaj obravnavali, ne, ker je bil ta odpor, res kot pravite, starejših ljudi, tudi mogoče zato iz izkušenj, ker so nekoč ta zdravila za različne duševne motnje res bila drugačna in so tudi imela več stranskih učinkov. Tukaj je izreden napredek doživeti. Pa tudi jaz pravim, nisem tista, ne, ki bi rekla, zdaj pa zdravila za vsako ceno, daleč od tega, ampak ko je treba, vam pa lahko pomagajo, da se človek umiri, uravnovesi in da potem lahko z neko svojo lastno dejavnostjo gre naprej. In ti si tako lepo zaključil, da je meni kar težko iti na to temo, ampak vseeno, ne, veliko je bilo danes govora o tej dostopnosti, psihološke podpore, psihiatrične, klinične psihologije. Tudi ni tako črno, ni pa idealno, moram reči. Ampak pogledajte, mi imamo zdaj v tem trenutku v Sloveniji 22 centrov za duševno zdravje za otroke in mladostnike. Tam ni samo psihiater pa klinični psiholog, tam je tudi psiholog brez specializacije, logoped, socialni delavec, socialni specialni pedagogi, torej ena kar lepa ekipa ljudi, ki vam lahko pomaga. Treba je poklicati, treba je iti tja. Ja, ene čakalne dobe so zelo dolge. Klinična psihologija je napredovala v smislu, da je v zadnjih 2 ali 3 letih šlo na specializacije 100 strokovnjakov, psihologov, ki bodo postali klinični psihologi. Tako da tu se bo zadeva izboljšala. Ampak glejte, ne potrebuje vsakdo psihiatra pa kliničnega psihologa. Včasih je dovolj en enostaven pogovor s svetovalno službo, z učiteljem ali pa recimo v teh, recimo tudi na naši spletni strani, ampak imamo tudi recimo v Sloveniji trenutno, mislim, da 19 svetovalnic po svet. Namenjene so odraslim. Tudi na Celjskih imamo kar veliko, ker smo bili zelo aktivni, da smo jih dobili za odrasle. Brezplačno, brez kartice, z zelo strokovnim kadrom. In ravno po koroni smo rekli, treba je tudi mladim omogočiti to svetovanje v živo in v 8 krajih v Sloveniji, Celje, Slovenj Gradec, Ljubljana, Koper, mislim, da Hrastnik ali Trbovlje, pa še nekaj, ne vem, če vse na pamet, omogoča svetovanje tudi mladim, starim 14 let in več. In prihajajo. Samo vedeti morate, da to obstaja. Zato vam toplo svetujem. Poglejte na spletno stran www.zadusevnozdravje.si ali pa če date za duševno zdravje Mira, NIJZ, boste prišli do res enega dobrega portala virov pomoči, ki so tudi po samih regijah predstavljeni. Pejte gor. Ne? Tako da to, kar se tiče virov pomoči, nasilje, gledajte, 4 pikice, res moram reči, vsaka čast tudi RTV Slovenija, da ste se odločili za ta program. Ne, 1 pikica, ne bom sodeloval, ne bom spodbujal, 2 pikica, če bom opazil, bom o tem spregovoril, 3. pikica je menda, nikogar ne podcenjujem, nikogar, med nami, med vami, in pa 4. tudi, kaj pravi, skupaj lahko veliko naredimo. In konec koncev, lejte, dragi dijaki, dijakinje, pa tudi mi vsi ostali, saj je vse pravzaprav v naših rokah. Ali bomo nasilni v besedah in dejanjih, ali pa ne bomo. Kar se tiče tele obremenjenosti z telefoni, ali jih bomo imeli kar naprej v roki, ali pa ne. Vsaj zvečer jih dejte, ko greste spat, stran. Že tako smo rekli, spanja je premalo, nemo si ga odščipniti še s tem, da dolgo v noč gledamo, ne vem karkoli, pač vse gledamo. Veliko je v naših rokah, tako kot si ti rekla. In jaz res tudi vam zaupam. In veste kaj? Ne? Če je dovolj velika masa, lahko ta masa tudi premika gore, premika ne vem kaj hribe in jaz upam, da bo šlo, bom rekla, na neki širši družbeni ravni, tudi svetovni ravni, kljub temu, kar se dogaja, vendarle v spoznanje, da samo en z drugim bomo lahko živeli naprej in bodo lahko živeli tudi naši otroci, pa moji vnuki in vaši vnuki in ne vem kdo še vse.
ker zemlja je pa ena sama. Najlepša hvala. Tako, če zaključimo, bodite oziroma postanite sprememba, ki jo želite videti v svetu. Ampak s tem še nismo prišli do zaključka današnjega dogodka in sicer zopet vabimo vas k besedi, spoštovane dijakinje, dijaki. Prepričana sem, da je med vami vsaj kdo, ki ima kakšno vprašanje za današnje gostje, ki se jim na tej točki prav lepo zahvaljujemo in jim namenimo en velik bučen aplavz. Morda omenimo še to, da bomo vse vaše predloge po zaključku dogodka tudi posredovali gostjam, da si jih lahko podrobneje pogledajo, ponovno preberejo in seveda shranijo nekam na varno. Tako da še enkrat hvala vsem, ki ste sodelovali. Zdaj pa, kot že rečeno, beseda je vaša, kar pogumno roko v zrak ali pa kar najpogumnejši tule mikrofon je še vedno prižgan in odprt za vaše vprašanje. Če vas torej zanima karkoli o duševnem zdravju, če bi radi podali kakšen komentar na že prejete komentarje, radi delili svojo osebno zgodbo. In imamo prvega dijaka, tako da en velik aplavz. Dober dan, sem Ali Ogrizek. Nekateri me že poznate po filmu Šepet Metulja, ker sem najbolj znana osebnost tule naokrog. Nekaj bi pa rad res vprašal. Oziroma bi delil en del svoje življenjske zgodbe. Jaz sem bil vedno zaničevan, pa vedno uničen, pa vedno povožen, pa vedno tak naprej in tak nazaj. In lahko povem, da sem s pomočjo ljudi in s pomočjo človeških duš prišel navzgor in se sprijaznil, da so dobri ljudje med nami. Želim povedati, da zaupajte ljudem, ne se ustrašiti, povejte. In še, ne smem pozabiti, imejte se fejst radi. Svoje prijatelje, kolege, ful ljudi podpirite, pa seveda ne smem pozabiti, da vedno so v srcu ljudje, ki te imajo radi. Jaz vas imam pa tudi vse rad. Najlepša hvala, pa verjetno še povabilo vsem, da si ogledajo film Šepet Metulja, če si ga seveda še niso. Najlepša hvala za deljenje te osebne zgodbe in seveda teh toplih besed. Ljubezen je tista, ki se z deljenjem množi, kot pravijo. Še kakšno vprašanje, komentar, bi še kdo želel deliti svojo osebno zgodbo? Ja, ker pogumno v ospredje in en aplavz, dajmo. Še enkrat lepo pozdravljeni. Mene pa v bistvu zanima, kak je vaš pogled na medije in na to, kako konstantno iz vseh strani smo obsuti z vojnami, ki so bile, ki se dogajajo, ki nam grozijo, masovnim pomiranjem ljudi, naravnih katastrof. A se vam zdi, da to vpliva na nas negativno, pa a bi bilo mogoče treba prioritizirati dobro počutje čez informiranost? Kot nekdo, ki dela v medijih, predajam mikrofon dalje današnjim strokovnjakom in gostom. No, le se nekdo mora začeti. Ja, zagotovo je vpliv. In jaz sem čitala pred mnogimi leti eno dobro knjigo In sveče so dogorele. In to je tam nekje 18. stoletje, ker je nekdo rekel, tist, kar moraš zvedeti, boš tako ali tako zvedel. Danes pa zvemo veliko tega, kar in je pomembno in mogoče tudi ni. Mislim, vse te teme, ki ste jih vi omenila, so pomembne, da ne bi bilo narobe razumljeno, ampak vendarle moramo znati selekcionirati te informacije na tiste, ki so za nas pomembne, na tisto, s čimer mi lahko oprimemo v roke, pa tudi nekaj naredimo in na tisto, na kar dejansko nimamo vpliva. In ti vplivi so veliki. In jaz mislim, da je to tudi mislim, da je v tej razpravi nekdo omenil, pa slišimo to in ono, da to dejansko vpliva, bom rekla, ne na kar nastanek duševne motnje, pač pa na to nezadovoljstvo, na to negotovost, ki pa je neprijetno stanje, pa zagotovo.
Veste, na kaj sem se spomnila ob tem tvojem vprašanju? Na moje občutke 40 letja nazaj, ko smo skupaj s starši gledali televizijski dnevnik. Že takrat je bilo ogromno negative, ogromno grozečih, takih in drugačnih nevarnosti, družbenih stisk, slabih dogodkov. Tako da jaz sem mogoče zaradi tega malo manj informirana, ampak ne spremljam redno poročil, ravno popolnoma zavestno. In je bilo izrečenega danes tudi veliko pozitivnega, veliko dobrega, upanja za prihodnost in poskusite se naravnati v vaših glavah. Jaz včasih rečem dijaku, ti si šef, tvoji možgani odločajo o tebi, kaj boš storil oziroma česa ne. In ravno tako se lahko odločite, ali boste črnogledi, pasivni, nesrečni, vdani v usodo, pridejo tudi takšni dnevi, govorim na splošno, prevladujoče razpoloženje, ali se boste odločili, da se boste imeli v življenju lepo in da boste širili dobro energijo in da se boste obkrožili z ljudmi, ki vam lahko veliko dajo. Jaz bom samo na kratko, zato ker za tiste, ki mogoče ne veste, jaz sem bila pred vstopom v evropsko politiko novinarka 8 let. In prej smo se pogovarjali tudi o odgovornosti platform, odgovornosti staršev, šole, politike, ampak je ogromna odgovornost tudi na medijih, ki se niti nismo dotaknili. Pomembno je, kaj je v naslovu, pomembno je, kaj je v tistih prispevkih dvominutnih ali še krajših, in je odgovornost tukaj tudi novinark in novinarjev, da pač ne, kako ne rečem, da se ne prepustijo tistim željam po klikanju samo zato, ker se pol bolj klika. To je na eni strani zagotovo odgovornost na njih, na drugi strani je pa tudi odgovornost na vas ali pa nas, če želite vseh, da točno to delamo, se pravi to selekcijo oziroma da imamo to medijsko pismenost, ki bi si je jaz osebno želela več že v šolah samih. Ravno zaradi tega pač digitalnega sveta, ker včasih res dobiš tudi milijon nekih informacij, ki jih dejansko ne rabiš. Pa ne pomeni, da se ne sme zdaj kar poročati o, ne vem, naprimer vojno ste omenili, ampak mene pa recimo pol motijo tudi določeni naslovi, iz katerih izpade, ne vem, da mi v Evropskem parlamentu pa zdaj kar glasujemo, da smo vojni hujskači, da glasujemo o vojni, da bomo dali 800 milijard za orožje, nič od tega, kar sem zdaj rekla, ne drži. Samo včasih tudi mi potem nimamo opcije tega razložiti, včasih pa tudi ta informiranost je premalo globoka, ravno zato, ker je premalo medijske pismenosti. Najlepša hvala, pa verjetno tudi komentar oziroma sporočilo, da ne mečemo vseh medijev v isti koš. Nisem tega sploh hotela reči. To metanje v isti koš velja, jaz ne maram posploševanja, ne za medije, ne za politike, ne za stroko, ne za vas konc koncev, ko me sprašujejo, a se mladi dovolj zanimajo za politiko Evropsko unijo, pač res posploševanje ne, tako da absolutno to drži. Nisem hotela reči, da so vsi mediji slabi ali pa dobri, samo da bi bilo treba mogoče malo bolj paziti. Ja, se strinjam, no, res ni bilo tako mišljeno, zagotovo ne. In jaz bom vendarle rekla, rada rečem, ogromno, mislim, veliko let že delamo na tem področju duševnega zdravja, nam so mediji vsa leta bili v veliko oporo. Resnično, z mediji se da delati, seveda uredniška politika je včasih tudi malo drugačna od naših želja, ampak vendarle, konec koncev, odpikajmo nasilje, ena krasna akcija in takih je veliko. So pa naši možgani malo naravnani, da prej slišijo tisto, kar je negativnega. To je meni psiholog razložil, da to tako je, ne? Tako da, ne, ampak ti si lepo rekla, sami izbiramo, kaj bomo vzeli. Najlepša hvala, pa menda še ta podatek, ko smo ravno pri negativnih informacijah, da menda potrebujemo, oziroma da je, če bi imeli neko tehnico, bi na eni strani imeli 7 negativnih, oziroma eno negativno misel in na drugi strani 7 pozitivnih, da bi bila ta v ravnovesju. Tako da mogoče tudi spodbuda vsem mladim, da danes rečete kakšno lepo besedo, spodbudno besedo svojim sošolcem, sošolkam, tudi vsem tistim ambasadorjem in obiskovalkam,
obiskovalcem, ki ste danes z nami. Še enkrat najlepša hvala vsem, da ste se odzvali našemu vabilu in zdržali celi 2 uri tukaj v naši družbi. Mislim, da si vsi zaslužimo en velik aplavz. Seveda najlepša hvala vsem sogovornicam za prijeten klepet, spodbudno razpravo in seveda tudi konstruktivne predloge. Naslednjič se srečamo 17. aprila 2025, ko pa bomo razpravljali o digitalizaciji in umetni inteligenci. Najlepša hvala tudi Gimnaziji Celje Center, ki nam je omogočila izvedbo dogodka v njihovih prostorih. Zdaj pa vas vse še enkrat prijetno vabimo na neformalno druženje in pogostitev, pa seveda ostanite proaktivni, duševno zdravi tudi naprej. Hvala in se vidimo 17. aprila.